Prepričana sem, da imamo v Sloveniji veliko dobrih raziskovalcev, ki imajo dobre ideje, ampak ne znajo na ta prav način v bistvu še to skomunicirati ali oblikovati v same izdelke. Ajda Marič. Jaz sebi vidim nekako tako kot ta povezava. Ti rečeš, ja, se bomo pogovarjali, se bomo najprej, 60 ljudi pogovarjali z različno starostjo. Ja, ok, kaj se bo se pogovarjali? Dajte mi tabelce, dajte mi številke, ne, tu pač razumem. Design thinking, kako bi v svojih besedah rekla? Da je nekako zaupanje, ne? Da so to malo drugačna orodja, kot recimo sama analiza trga. Napisala sem pravljico na temo črevesnega mikrobioma, da se otrokom že pri mladih letih nekako privzgoji, ne? Neka ta skrb, koliko so radi ali policaji, gasilci, koliko radi skrbijo za nekoga. Da bi v bistvu drugače gledali mogoče na tisto zelenjavo oziroma na obrok, ki jim ga starši pripravijo. Mikroplastik je en izmed takih ostankov nas, ne? Ki se jih pač ne moreš izogniti. Kakšne so raziskave, v katero smer grejo raziskave? Ni to čistko simpel, kakor oni pišejo, ne? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Ja, zdaj si ga direkt pred kamero dala. Ampak kul, ne rabiš, samo odlož. To. Mdaj, ko greš staviti, da bom kozarc tam za en mesec. Itek, da ga ne bom pobral. To se gladko pozabil. Ok. Čakaj, Mike, ti moram popraviti. Ne, prvič. Klikar. Vsak. Hvala lepa. Mislim, da bo. Pač povedal sem, da v bistvu kar govoriš, da boš v mikrofon. Ja. Ja, sej. V bistvu Jureta gledam, pa je to. Ja, pa tudi, če se premakneš tako, ne, ti si sam lepo posprav mikrofon, tako da si ga lahko preprosto sam premikaš, kamor češ. Dobro. Ja. Sam ne mi govor, ne mi tega deli. Ok. Kaj si že vprašala? Tisto skupino s fanti, ki v enem podcastu si omenil, da delaš z eno skupino fantov, ki jih na nek način mentoriraš, da ne rabijo biti damn blizerian, da so v redu. Ja, to si ti ful iz nazaj potegnila. To je tako... Malo si tudi iz konteksta po moje vzela. Jaz načeloma z vsemi tako delama, ne. Je bilo pa to po moje, da ko sem bil na enem predavanju, ki sem ga imel, da je bilo dosti vprašanj povezanih s to tematiko, ne. Pa kaj, nekako ne jaz zdaj kot fant pač sploh vem, kva hočem, če mi, eni mi govorite to, da je to pomembno, drugi mi pa govorite to, da so pomembne ženske, pa avti, pa denar, ne. Ko ne jaz zdaj vem, kva je prav, ne. Nisem je zdaj zanimiv. In sem večkrat bil pol na to pozoren, tudi ko sem delal z ljudmi, ne sem fanti, kakšne so te vrednote, nekako, ki skozi njih sijejo. In sem opazil, da zelo težko delam da nisem ta prav mentor za tiste, ki želijo, ne vem, da je edini cilj več denarja, več žensk, ne vem kaj vse, ne. Ta bilzerian scena, ne. Ja. Da je to pač mi je skregano s tem, kako bi kot moški mogel razmišljati, živeti in je preveč vse pogojen z egom. Ne, to se pa zdi res super. Tako da, če boš imel, jaz te ful podpiram o tem, ker se mi zdi, da mislim, kot ženska, ne, težko povem, ampak občutek imam, da mogoče pa fantom zna to prav prideti, no. Ja. Se mi zdi, da sploh v tej poplavi vseh informacij, pa Instagrama, pa ne, tako te pač algoritem pošilja take stvari, ki večino zanima, ne, in pol, ne, če spremljaš same take vsebine, valjda pol začneš misliti, ok, ženske to hočejo, jaz moram biti pač njemu podoben, pa... Ja, bazira zelo na pozornosti, tisti, kar dobi največ pozornosti, največ ljudi tudi vita, ne. In tle je malo problem, zato ker odvedno je človeku, sploh moškemu, kradla pozornost, golota ženske, pa shiny object igračke, ne. Ja. Zdaj pa to sam na nek tak večji način prikazan, da je skozi to dostopno, tako da ja, mislim.
svaka čast tem staršem, ki jim jaz poznam, kako to handlajo, no, ker se mi zdi, da handlajo dobro. Da res omejijo social medijo in se pogovarjajo o vrednotah, pa kaj je res pomembno. Tako da ja. Ampak hvala. A spremlja že dolg projekt Underdog podcast? Ja, po moje od začetka. No. Vem, da mislim, itak sem že prej slišala od tebe, od Blaža, zato ker ste imeli pač to agencijo ful uspešno in že takrat v bistvu sem ful lepih stvari slišala od tebi in v bistvu ekipi. Pa se pa spomnim, sem imel, kaj bom, mogoče 3 leta nazaj ali pa 2,5, sem imel prvi webinar na temo osebnega brandinga. Aha, ja. In sem tam v bistvu in sem že takrat razmišljala, ker si v bistvu na koncu bil, je bil klic odprt, da bi se ti pridružili v programu. Jaz sem bila takrat piše, okay, jaz imam zdaj, se ukvarjam z gubami, pa v črevesni mikrobiomi všeč, a ne, kaj bi jaz v bistvu, ne, ali sploh spadam zraven, ali ne, pa trudila sem se zanositi, pa vse skupaj, ne. In pol nekako nisem najdla še ta pravega klica, no. In od takrat v bistvu naprej ti sledim in pol vem, da je bil še pol podcasti se začel delati, tako da v bistvu ja. Hudo, ne, lepo, ja, hvala Blažu, res, Blaž mi je ogromen pomagal skozi vsa ta leta, pač odprl mi je, svojo platformo oziroma platformo študentov, katerim so bile te vsebine kar pisane na kožo, se mi zdi, no, sva imela vedno take uspešne dogodke. Pa posodil mi je, oziroma odprl mi je Zooma, ne, da sem lahko imel več ljudi, tako da tle vedno mi je bil na voljo, no, in upam, da tudi jaz njemu kaj karko rabo, ne. Tako da ja, mi je zelo všeč kot človek, no. Tako da si dobro zbrala. Hvala lepa. Pa se poslušal, upam, da boja. V bistvu me je njegova sestra spoznala, no, tako da. Kao naj tudi hodila na biotehniško fakulteto, pol pa so v bistvu, ker je bila dosti aktivna študentka, pa jaz tudi, pa so se pa v bistvu prek študentske civilne iniciative dobile, ker sem jaz vodila in sem iskala pač okrepitve in tam so se spoznale. Pa sem jo pa jaz enkrat razlagala o metodi design thinking, kako je to ful zanimivo, ker jaz sem šla v bistvu samo plačniško na doktorata. In pa sem imela še vseeno v bistvu možnost, da sem raziskvala, kaj me vse zanima, poleg raziskav. In sem naletila na to metodo. In pa ona meni enkrat reče, a veš, da se pa moj brat s tem ukvarja. Zdaj, res, ful dobro, no, daj priti v bistvu na eno mojo predstavitev, ki je imela v sklopu ekotrofilije, a ne je Anja tam nastopala in pa je bil tudi tam Blaž. No, in bila tudi v bistvu vsa njegova družina, njena družina je prišla poslušati, tako da sem že iz prve spoznala celo skupino. Koliko je to nazaj? Kdaj ste se spoznala? Pa moje 11 let nazaj. 11 let? Ja. Niso pač takoj skupaj prišla, je pač malo trajal, so imela vsak svoje poti pa to. Ampak takrat je on mene v bistvu, sem ful vesela, no, njemu in celotni ekipi, da so me povabili zraven, ker so imeli en projekt, ker so uporabljali metodo design thinking za povečanje števila obiskovalcev v enem izmed teh, plavalniških kompleksov, no, tako. In sem tam se spoznala, koliko je to super na zdravje. Sorry, hvala. Koliko je pač res ta metoda super, zato ker delaš to, kar ti delaš, se pač pogovarjaš in probaš preko pogovorov pride do tistih skritih želja in potreb, ki jih potem ti lahko pretvoriš, da je na koncu in uporabnik oziroma kupec vesel in pa naročnik. Tako da se mi zdi to... Kako bi pol opisala ta termin design thinking? Kaj to, tako če... Kako bi v svojih besedah rekla? Jaz bi rekla tako, kar je mene navdušen, da si na nek način kot dobra vila, krati poskrbiš za uporabnike, da so bolj veseli, da recimo raje uporabljajo zadevo, ali pa tudi, da izboljšaš samo storitev ali pa izdelek, pa hkrati v bistvu naročniku, zato ker pač dobro na koncu mu lahko to pozna ali več obiskanosti, več prihodkov pa to. Ampak načeloma je pa to po eni strani zelo kompleksen postopek, pa tisti, ki je naročnik, mora biti dovolj odprt za to, ker je včasih tako deluje malo neurejeno. Ti rečeš, se bomo pogovarjali, se bomo najprej, 60 ljudi pogovarjali z različno starostjo. Kaj se bo se pogovarjali? Dajte mi tabelce, dajte mi številke, tu pač razumem grafe, pa to, iz tega, da je nekako zaupanje, da to pač poteka, da so to malo drugačna orodja, kot recimo sama analiza trga. Dobro, se to tudi zraven spada, ampak je pa treba zaupati v sam proces. Hudo. S čim se pa zdaj ukvarjaš?
Kombinacijo vsega. Ja. Pač jaz sem doštudirala, doktorat imam iz biotehnologije, ampak me je pritegnilo v bistvu podjetništvo. Tudi prepričana sem, da imamo v Sloveniji veliko dobrih raziskovalcev, ki imajo dobre ideje, ampak ne znajo na ta prav način v bistvu še to skomunicirati ali oblikovati v same izdelke, oziroma nimajo toliko časa, so v bistvu res po srcu odlični raziskovalci, a ne, tisti del jim pa malo manjka. In jaz sebi vidim nekako tako kot ta povezava. Imam eno kolegico, oziroma postali so kolegici, spoznali so se pa na Louisu, ki je ona imela idejo, da bi naredila en tak webinar na temo mikroplastike. In meni je ta tematika ful všeč in so v bistvu me dodolili neko mentorco, ne, da v bistvu deva skupaj narediti neko raziskavo, a ne lepo po korakih, kako bi ti oblikovala, kakšne so tvoje možnosti. Tako da ena je to, da recimo mentoriram te različne raziskovalce, ne, oziroma pač niso vrata zaprta, ne. Ja. Pač sprejmem vsakega, tudi vsakmu rada razložim, kako se v bistvu lotiti te raziskave, zato ker je to, vzamete nekaj časa, moraš se pač imeti malo kilometrine, a ne, da veš, na kak način zastavljati vprašanja, kako voditi sam pogovor, da dobiš tisto, kar v bistvu želiš, pa da v bistvu pol iz tega znaš analizirati, ven potegniti stvari, a ne, ki so ključne, da lahko pol na večjem številu ljudi v bistvu to sprobaš, ne, imaš pa več različnih metod, ali začneš v bistvu sam s pogovorom na določeno temo, lahko začneš v bistvu, da narediš recimo letak, a ne, da sam predstaviš na hiter svoj grd prototip, kako izgleda, a ne, tvoja storitev ali pa izdelek, pa se začneš o tem pogovarjati, a ne, na ta način dobivaš povratne informacije, zato ker si zmanjšaš verjetnost za neuspeh, ne, tudi čim hitreje, ko ti dobiš informacije, ne rabiš, se pravi, toliko časa zapraviti, pa tudi ne financ, ne, ker včasih se mi zdi, da mi naravoslovci, ne, moramo imeti veliko študij za sabo, moramo vse preštudirati, pač, ne, ogromno knjig prebrati, pa in marketing in vse, pač mislimo, da moramo vse razumeti, preden se česa lotimo, ne. Podjetnik pa lih kontra razmišlja, ne, je pa sam, daj mi rezultate trga, pa sem pol odločil. Ja. In zdaj ti nekako to dvoje združuješ, kar je zelo dobro. Mislim, se imam super, ne, ker imam tudi Blaža doma podporo, da me polon, da lahko njega še malo vprašam, ne, če v pravo smer v bistvu razvijamo oziroma smo usmerjeni, tako da je to super. Kaj delam, drugač, nekaj časa, v bistvu napisala sem pravljico na temo črevesnega mikrobioma, ker se mi zdi ful super, da se otrokom že pri mladih letih nekako privzgoji, ne, neka ta skrb, ker tudi če jih opazuješ, vidiš recimo, koliko so radi ali policaji, gasilci, zdravniki oziroma zdravnice, koliko radi skrbijo za nekoga, ne, imajo tak čut. In če bi oni vedeli, v bistvu, za koga morajo oni poskrbeti v svojemu trebuščku, a ne, da bi v bistvu drugače gledali, mogoče na tisto zelenjavo oziroma na obrok, ki jim ga starši pripravijo. Tako da to, hkrati pa na nek način v bistvu za zabavnimi vsebinami želim približati tudi znanost širši publiki. Da greva kar konkretno v knjigico na Štrbunk, kaj že? Ditka Ritka in Jakac Kakac, misija Štrbunk. Misija Štrbunk, ja. No, jaz sem jo sta malo, se pravim, svojo pogledala in sem se jaz tudi nekaj naučil, ne, kar mi je bilo všeč. Sploh to mi je všeč, da se izobražuje, ker se mi zdi, da se čez knjigo tudi starši zelo izobražujejo, ne? Glede zdrave prehrane. Torej, kaj pomeni beljakovine, kaj so vlaknine in kakšno vlogo igrajo, ne? Ti si to zapakirala kot neko zgodbico, ki se dogaja znotraj nas, a ne? Kjer rešujejo problem zaprtja, ali pa so neki poka posod, se neke eksplozije dogajajo, ne, se pravi. V bistvu dve zadevi sta, ne, eno je, da v bistvu najprej tisti fantek ne mara zelenjave in pol zvejo otroci, kaj se dogaja, pol pa tu še prtijo. In ful mi je bilo všeč na konc, kar reče ta starša temu fantku, Jakcu ali komu, ne. Luka Vihanos. Luka Vihanosu, rečeta, da grejo zdaj na piknik, ne, da bo tam torta itd. In on steče po jabolko in vzame jabolko, ne, ker bom ta prvo pojedel en jabolk, da bo pol sladkarija lahko šla lažje česa, ne. In take se mi zdijo ful močne tudi za starše, veš. Prebereš to knjigico,
vedno, ko boš šel na piknik, boš na to pomislil in boš tam malo dal jabolko ali pa tam ali ne. Saj jaz sem tako to dojel. No. No, super. Tako da se mi zdi ful lepo, da v to smer gre tvoj fokus. Me pa zdaj seveda zanima, zakaj si se odločila napisati knjigo. Zakaj prav knjigo? Zakaj ne vem, webinar ali pa tečaj ali pa nek izdelek? Zakaj knjigica bila tista, ki je? Veš, kaj meni so ful všeč že od nekdaj risanke pa pravljice in se mi zdi tako biti pisatelj oziroma pisateljica nekaj ful lepega, tako romantičnega, ne? Mislim, jaz imela od nekdaj željo, da bi pa jaz napisala pravljico. Ne sem mislim že ene par stvari že spisala, ampak nič nisem v bistvu realizirala, ne? Tako da pol je v bistvu bilo začetek, je bilo v bistvu 4 leta nazaj, ker sem se jaz upisala na en tečaj, kjer je v bistvu pač je potekal v 3 delih in na koncu drugega dela si ti mogel napisati osnutek neke zgodbe, 2500 besed do 3000 in jaz sem takrat rekla, ok, to je moja priložnost in jaz sem tlele napisala pravljico oziroma prvi osnutek. Ponovadi je zmer takrat, ko pač začneš pisati, je to osnutek. In pol je bilo super pri tem tečaju to, da smo v bistvu mi podelili svoje vsebine drugim in oni so prebrali in so v bistvu podali komentarje nazaj. Tudi jaz sem prebrala vse zgodbe od ostalih in si jim dal povratno informacijo, kaj ti je bilo všeč, ki mogoče bi lahko še izboljšali, kaj je tisto, ker v bistvu na nek način daš domačo nalogo pisatelju, da iz teh povratnih informacij vidi, ok, kaj je za njega uporabno, kako želi recimo pot samo zapeljati. In jaz sem tudi tle dobila v bistvu domačo nalogo, povedali so mi, kaj mi je bilo všeč, sem si pol jaz vse zapisala, ker se mi zdi, da sem se kar precej tako malo raziskovalno lotila tega, ker je bil to tudi prvi tak projekt. Pač eno je to, ko je bila ljubezen, do pravljice, druga pa to, da sem želela, da je res kvalitetno delo. In jaz pol, ko sem v bistvu dobila vse te povratne informacije, sem se lotila in sem v bistvu preoblikovala besedilo. Pol sem kontaktirala kolegico Irino Režek, ki je ona ilustratorka, mi da se poznava že iz osnovne šole in jaz sem že takrat rekla, Irina, če bom jaz zdaj napisala pravljico, jo boš pa ti ilustrirala. Tako da sem jo prosila, če mi lahko da neke grobe ilustracije, da sem jaz naredila grd prototip. In smo naredile pol tudi prelom in jaz sem pol ta grd prototip poslala svojim kolegicam, ki so imeli otroke in sem jih prosila, hej, a bi lahko vi prebrali pač to zgodbico pa z vašimi otroci. In pa so oni v bistvu so prebrali, jaz sem dobila nazaj povratne informacije, hkrati sem gledala pri knjigah, ki so mene pritegnile, kaj me je pritegnilo, pa na kak način sem se zapisala tiste stvari, ki so bile meni v bistvu zanimive. Pogovarjala sem se pol z različnimi, v bistvu, večino so bile to ustvarjalke, pisateljice, ki so napisali oziroma že izdale kakšno pravljico, kakšna je bila njihova izkušnja, kako so se tega lotile, da sem v bistvu probala dobiti neke informacije, ok, na kaj recimo moram paziti, kje sem jaz močna, kje jaz rabam pomoč, tako da vem v bistvu, na koga se obrniti. Hkrati sem imela tudi priložnost se z pisateljico pogovoriti in mi je ona tudi rekla, da je v bistvu kar precejšnja poplava slikanic za otroke, ampak ni nujno, da je pač kvalitetno gradivo. In to je dal meni misliti in se rekel, ok, jaz nočem, da moje delo spada pod to, jaz želim se obrniti še na strokovnjake in to so ponovadi tudi literarni kritiki oziroma literarni uredniki. In je skoraj trajalo tudi 1 leto, da sem jaz najdla nekoga, ki je bil frej, da je rekel, ja, tvoj projekt me je pritegnil, dajva skupaj naprej delati. Hkrati sem malo testirala, sem pošiljala še različnim založbam, ker sem rekla, ok, če bo njim zanimivo, sem sigurno na dobri poti, je sigurno v redu tematika, hkrati sem se pa skozi v glavi govorila, ok, tudi na tečaju so nam govorili, če dobiš kritiko, to je samo v redu, pač se moraš v bistvu miselno, se moraš sam pripraviti na to, zavrnili ti obojo in pa se zagovorili, ok, Harryja Potterja so tudi tokrat zavrnili, nič huda, to je samo v redu, da pač veš, kaj točno, ali ti daje kakšen drugačen povratno informacijo, kaj lahko narediš. In ena založba mi je recimo rekla, da sicer ne spada v njihov fokus,
In pa sem jih še vsem prisila, če ste prebrali, mogoče date sam feedback, ne, kakšen je. In so rekli, da mogoče bi pa znala, da bi jo znala še malo bolj na duhovit način napisati. In pa sem se jaz tega lotila, ne, in sem pol greš spet skozi besedilo, ne, najprej sem dobila pol še informacije od svojih kolegic, ki tak sem priredila, pol stvari oziroma prilagodila, pol sem se še lotila, kjer dele se da ali pohitriti, kje se da z dialogom malo bolj humorja uplest. Tako no, v bistvu je pol precej velik dela pa šraufanja, da ti to narediš, ne. Jaz sem pol šla tudi v osnovne šole brati otrokom to, zato da sem videla tudi, kje se je mogoče njim zataknili, zato da sem znala pol ilustratorki povedati. Tlele bi pa res dober poudarek, da malo bolj predstavimo, kaj točno so stročnice, kje se vlaknine nahajajo, da bo njim lažje oziroma da bo staršem lažje, ne, zato ker otroci pa gledajo na svoje starše, da vse vejo. In ne morem jaz nekaj pustiti v knjigi takšnega, da v bistvu starš reče, stročnice so pa že, kva so že stročnice? Ja. Pač ne moš, ne, in hkrati v bistvu, da pričaraš skozi zgodbo neke take lepe trenutke, ne. Ja. Ful dober, mislim, ogromno enega dela po tem, ko si v bistvu že imela izdelek, si naredila, ne. Ja. Pa to, kar bi ven vzel, mogoče, kar je meni zelo, ko sem zastrigel z ušesi, je, da nisi pogojevala lastne vrednosti s feedbackom. Ja. Ta se mi zdi zelo pomembna, ne. Ker tako na tak način se ga nehaš bat, kaj bojo drugi rekli, ne. Ja. Veš, če zdaj jaz nekomu dam to za pogled, pa mi reče, to pa ni v redu, to pa to bi spremenil, če se zdaj vklop moj obrambni mehanizem, zakva me hejtaš, a ne. Sem mislil, da sva frenda, itd., ne, da se to naučiš ločiti kot podjetnik oziroma kdorkoli, je zelo dobro. Pa me zanima, kako si ti se spopadla s tem delom. Torej, rekla si, da si govorila, sej samo feedback, itd., ampak povej mi mogoče malo, kaj si doživljala, kakšni so bili občutki, ko je to šlo ven, itd. Itak sem imela tremo, kaj zdaj napisati, kako jih nasloviti, ne, na kak način v bistvu pride do njih. In pol tisto čakanje, da dobiš odgovor, ne. Saj nekatere založbe so recimo imele napisan, da po 1 leto ali pa 2 leti ne odgovarjajo, ker dobijo toliko enih prošenj, ki se želijo v bistvu pregledati, da potem se lahko odločijo, s kom bi sodelovali. Itak takrat, ko si dobil mail, v inbox, je bilo tako, srce si že začutil tisto, a preberem ali ne preberem? Ne? Prav to, a? Ja, je tako pač tremo, veš. In neč pa sem odprla in tisko, v redu, in pa prebereš, sežeš, ni jim bilo všeč, v redu, ne. Pač to je tako, kot bi ti nekdo rekel, svojemu otroku, da je grd, a ne, valjda si tako tisko, ne, pa isto tako, kot si ti rekel, vsaki podjetniški idej, to je pa za en drek, po domač povedan, ne. Če so glih na temo pravljice, ne. Ja. Tako da, to no, pa še vsem sem pa probala, recimo, mislim, se sem vsem zahvalila, ne, za povratno informacijo, hkrati sem pa jih prosila, če mi dajo mogoče kakšen nasvet, a ne, kako recimo zadevo izboljšati, ali pa tako, da bi recimo, ali da bi me usmerili naprej, če mogoče, ker sem jih jaz tudi hkrati vprašala, če poznajo kakšnega literarnega kritičarja oziroma kritičarko, ne. Ker sem je rekel, da ena varianta je, da jih probaš sam dobiti, druga varianta je pa v bistvu preko založbe, ne, ker založbe imajo tudi v svoji ekipi tako sposobni ljudi, da potem ti lahko dajo konkretne informacije nazaj. Sam, kako te kritiki poskrbijo, da je njihova kritika objektivna, da ne izhaja iz subjektivnega, ne, ker ti lahko dejansko 100 ljudem daš to knjigo za prebrati, pa bojo pač se odgovoriti popolnoma lahko razlikovali, ne. Kaj oni delajo drugače, da so lahko pač zadolženi za neko tako kritiko, ki ti pomaga? Mislim, to je bilo mogoče vprašanje bolj za njih, a ne, kako zame. Kako ste dojela? Ampak jaz bi rekla bolj to, da imajo kilometrino, a ne. Oni preberejo tuk in tuk, pač recimo otroških slikanic, vejo, kaj recimo je v trendu, kam se nagiba recimo, kjer so tista priznana dela, ki jih, a ne, in točno vejo recimo, za ilustracije smo se pogovarjali, če bi se prijavili na bienale, a ne, in so pa rekli, da so dobre ilustracije, samo včasih na tem bienalju iščejo še malo bolj več detajlov, več nekih posebnosti, na katere mora biti ilustrator recimo pozoren, a ne. In se mi zdi, to zelo dragoceni podatki, ki jih lahko ti daš, a ne, recimo v tem primeru ilustratorki,
da je mogoče kaj malo bolj pozoren na kakšne detajle. Ne? Ja. Tako da, ampak to je tako, ko bi se recimo, če se vrneva na metodo design thinkinga, ne, ena izmed pogovorov, ne, je tudi dobro to, da vključiš kakšne strokovnjake iz določenega področja, da se z njimi pogovarjaš. Ne, in da probaš od njih v bistvu zvedeti, kar mogoče tebe zanima, hkrati pa veš, da imaš nekje v mislih, ok, itak recimo, če je pač nekdo strokovnjak, rečeva zdaj v fiziki, a ne, ti bo, ali pa, čakaj, da imamo bolj, črevesno mikrobiomo, ne, ti bo valjda forsiral, da je določena zadeva, sploh ko on raziskuje recimo gibanje, da je gibanje recimo najbolj pomembno za črevesni mikrobiom, ne. Ampak še sen moš pa ti, a ne, če bi se pa recimo z drugim pogovarjal, bi ti pa on rekel, ne, v bistvu je hidracija ful pomembna za to, ne. Spet, če bi se s tretjim, bi nekaj drugega izpostavil in pol probaš ti nekako sestaviti to sliko, izluščati v bistvu informacije, ne. Ej, a ugasneš plis sam klimo? Thanks. Malo piha, ne? Ja. Ne bomo ugasnili to. Ja, ko si študirala, zdaj mogoče se bom malo odmaknil od knjigice, ker mi je nekaj me je zanimalo. Ko si študirala, se pravi mikrobiologijo, ne? Biotehnologijo, sorry. Kaj si spoznala tekom tega študija kot neko tematiko, v kateri misliš, da se premalo ve splošno? Torej, če gledava zdaj neko splošno človeško razgledanost, je dosti pogojena s tem, da iz takih posebnih področji pridejo do nas informacije, ki so pač, ne vem, javno znane itd. Kaj misliš, da je nekaj tazga, kar bi rabili več glasu, zato da bi bili mogoče lahko bolj zdravi, oziroma well-being based, bi jaz rekel, no? Ok. Mogoče sam par besed, kaj sploh študij biotehnologije je. Ok, ja. To je zelo, saj naša, pač takrat je bilo tako zastavljeno, pa mislim, da je še zmeri, je zelo široko področje. Mi smo poslušali najprej vse te osnovne predmete, se pravi matematiko, fiziko, biokemijo, kemijo, pa smo šli pa že detalje, malo smo spoznali fiziologijo mikroorganizmov, pa rastlin, pa so bili tukaj še živilska tehnologija, genetika, farmacevtska biotehnologija, biotehnologija mikroorganizmov, tako da v bistvu res široko področje, ne. Potem pa, kar ti študij da, je to, da probaš ti povezvati različne tematike, ne, in mogoče, rekla bi kar, da ko znaš ti to povezati, ne, nič ni hudega, če nisi čisti strokovnjak, zato je, ker pol pa veš, jaz moram to osebo najdeti, da mi v bistvu še malo bolj razloži, ker pač ne v detajle, kaj recimo se dogaja. Kaj bi pa da se navrnem na tvoje vprašanje, mogoče se sliši tako vse ful splošno, ampak da je res na temo zdravja, da je pomemben celosten pristop. Mogoče se o tem premalo govori, premalo se povezuje, ampak vse stvari so tako med sabo prepletene, da je težko reči, res sam to deli, pa je to, ne. Prej si recimo omenila mikroplastiko, ne? Ja. Kaj si s tem mislila? Kaj si rešvala tukaj, oziroma kaj ste rešvali? Kaj s kolegico? Ja. Ona bi želi narediti nek tak webinar, ki bi v bistvu staršem, ne sam staršem, no, v bistvu sem tistim, ki bi jih to zanimali, želela predstaviti, kaj točno se dogaja, kakšne so raziskave, v katero smer grejo raziskave, ker ni vse to, kar mediji pišejo, no. To mogoče, ne, da v bistvu mogoče kdaj mediji za tega, da dobijo več klikov, dajo tak bolj atraktiven naslov in pa v bistvu vsebina, kaj ti bereš, tisti, ki se ukvarjajo s tem področjem, vejo, ni to čistko simpel, kakor oni pišejo, ne. Pa hkrati pol, če greš pa ti recimo gledat, ker pol ponovadi je tako, ne, da v bistvu pride neka taka objava ven, seveda greš ti gledat primarni vir, se pravi, ti članke je bil v bistvu izdan in pol greš gledat, kakšne recimo metode so uporabili. Kako so se tega lotili. Recimo pri mikroplastiki je izziv to, da ni enega enotnega protokola, se pravi načina raziskovanja, kad ti dobiš vzorec, kako moš pol ti z njim že sam s tem, kako ti vzameš vzorec, kako ga skladiščaš, kako ga pa neseš v laboratorij, kakšen laboratorij mora biti, da ni slučajno kakšnih delčkov, iz zraka, ker v zraku se tudi nahaja, mikro, bananoplastika.
kako pol delati, s kakšnimi orodji, ne, seveda ne more biti plastično orodje, ker pač je verjetnost, da lahko kaj pač kapne noter, ne. In ti pač onesnaži tvoj vzorec. Ampak se dela, no. Dela se v tej smeri, da se naredi nek celosten protokol, ki ga bojo v bistvu vsi raziskovalci uporabljali. Ker če vsi raziskovalci uporabljajo en in isti način, a ne, vzorčenja in pa v bistvu tudi analiziranja, lahko te rezultate med sabo primerjaš. Drugače jih je pa težko primerjati med sabo, a ne. Pa ta tvoja prijateljica se prav samo s tem ukvarja? Ja, ona se, mislim, da že več kot 15 let ukvarja v bistvu z raziskovanjem mikroplastike. Ona je bila ena izmed prvih. Zakaj pa? Kaj mislim? Se vem, da bi to bolj mi vprašati njo, ampak me zanima, kako ti veš. Ne, se mene tudi zanima ta tematika. Super, tako, ja, pa hormonski motilci, pa tako tako da je. V bistvu ona je okoljevarstvo študirala in tudi v bistvu mene je okoljevarstvo pritegnilo. In tudi mikroplastika je ena izmed takih stvari, ki jih, mislim, ostankov nas, ne, ki se jih pač ne moreš izogniti, ne. Ampak to je samo ena izmed zadev, ne. Imaš recimo pol tudi s kolegom so imela pol idejo, če bi probali, a ne, težava recimo pri čistilnih napravah je to, da dobijo kdaj vodo, a ne, v kateri so recimo lahko tudi ostanki zdravil. In kako zdaj pač ta zdravila v bistvu razgraditi, kako jih odstraniti, da ne bojo šli naprej v okolje. Kaj mi, da so takrat rekla, ok, ne, v bistvu najboljše je, če začneš čist pri viru, ne. Sam, koga boš ti navaditi, ko vsak, ki jemlje zdravila, reče, lej, prosim, če lahko lulaš v te lončke, jih zbereš in jih pol odneseš v odlagališče, ne. Ker v bistvu vse snovi, ki jih pač tvoje telo ne rab, ti pač polulaš in pač to pride vse skupaj. Če ti a ne očistiš dovolj dobro, pride to nazaj voda in slej, ko prej se krog obrne. Shit. Ja. Tako da v bistvu nekako zato pravim celostno je treba gledati, ne, stvari. Ni vse črno-belo, ne, imaš tudi sivine vmes. Ja. Kaj rečeš celostno? Ja. Kako vidiš trenutno človeštvo oziroma, ajde rečva, razvit svet, da gleda celostno? A gledamo celostno ali ne? Ne. Ja. Kaj pa bi pomenil gledati celostno zate? Da v bistvu vključiš čim več različnih dejavnikov, a ne? Zdaj, če govoriva na temo zdravja, pa na temo zdravja, a ne, ni recimo samo prehrana, a ne? Je pol, da veš, ok, kakšen je zrak, kakšna je voda, kakšno je v bistvu okolje, v katerem živi. Se pravi, v bistvu že recimo, če gledajo v tem studiu, kakšen je tlele zrak. Kaj v bistvu iz te preproge prihaja, so kakšne hlapne organske spojine, ali v bistvu so kakšne nitke, ki jih bo mina povohala, pa v bistvu bo dobila skozi nos v pljuča kakšne delce mikroplastike. Ne? In pol spet zato, ker pač tudi črevesje pa pljuča so med sabo povezana, to lahko vpliva tudi na samo sestavo, razmerje bakterij v črevesju. Ne? Wow. Isto recimo so lahko problem hormonski motilci, oziroma najbolj poznane je to, da pač kontracepcijske tabletke se je super, a ne, nudijo zaščito, pač da ni nezaželenih nosečnosti, ampak seveda ostanki so v vodah, vejo se, kako vpliva to na živali, a ne, pride do mutacij, a ne. In če vidimo, kako se že na živalih to pozna. Pač, in kaj si ugotovila, ko si se s to tematiko soočila? A imaš osebno izkušnjo s tem, mislim, da mogoče ne bi, da si nehala jemati te tablete zaradi tega, ker si nekaj ugotovila? V bistvu nehala sem jih jemati zaradi tega, ker sva želela zanositi. Ja. Ampak jaz 2 leti pol nisem imela redne menstruacije. Jaz sem imela 4 menstruacije, pa še to so bili tisko, da ne. Sem rekla, ok, mogoče taka švoh je, da ne rabim iti ginekologu, ne se pokazati. Ja. In ko si v bistvu, ko imaš daj take cikle, pol že avtomatsko spadaš v postopek umetne oploditve. In pol tam sem rekla, ok, to je bil pa, mislim, ta sam postopek je bil pa precej psihološko naporen. Zato je, ker sem se jaz, mislim, tako bom rekla, pač moja izkušnja je taka, pa sem se odločila, da pol to tudi delim, ker se mi zdi, da je to pomembno, sem mogoče tudi kakšna najdla. Jaz sem imela vzorc iz otroštva, da če je kaj narobe s tabo, a ne, se pravi v tem primeru, da ne moreš zanositi,
da te pač enostavno ne morem imeti radi. A ne? In jaz se prav spomnim, zašla do Blaža in se rekla, Srči, zakaj si ti sploh z mano? Pač jaz ne morem dati otroka, ne? Pač jaz sem pokvarjena roba. Sorry. Tako da, in pol, pač itak sem ga čist šokirala, kaj jaz njemu tu zdaj pač govorim, a ne? Pač on me mora zato, ker pač jaz to sem, kar jaz sem, a ne? Ali mu bom rodila otroka, ali mu pač mu ne bom rodila, a ne? In pač me je pol tudi tako, dobro, veš, ka moške se mi zdi malo manj komplicirate, kot pač ženske, oziroma pač ne super, ker date tudi en čist drug vidik. In je bilo tako, da je pa rekel, lej, ajde, a veš, če imaš glavobol, a ne, greš zdravniku, pa ti pomaga, a ne. Če imaš zlomljeno kost, pač ti, a ne, poravnajo kost, pa si v malcu, pa ti pomagajo. Glede na to, da v bistvu, ok, pač malo je izziv, a ne, pa pač nama bojo pomagali. In jaz sem tiskal, ok, v redu, ne, pač sem pa tudi jaz ugotovila, da ta vzorc ni bilo pravo moje mišljenje, a ne, ampak je bil v bistvu bolj od moje babice pa detka, a ne. In tudi pač ne si pol probaš razložiti, ok, oni so živeli v drugačnem času, drugače takrat bilo, tudi čas je bil, ne, tudi vojna je bila vmes pa vse, in pač oni so izhajali tudi iz svojih izkušenj, ker so pač verjetno tudi njihovi predniki. In pol, ko sem jaz to predelala, da ok, to v bistvu ni moje mišljenje, mi je bilo bistveno lažje, ampak pač res ta občutek, že sam zdaj, ko se ga spomnim, kako je bilo, je pač me v bistvu ne stresira, pač ja, se videl mojo reakcijo, kaj mi je bilo hudo, ker pač še zdaj mi je, ne. In pol, ko si v bistvu v tem postopku tudi srečaš ostale ženske, oziroma ostale pare, ki so v podobni situaciji, poslušaš različne zgodbe, recimo so bile mlajše ženske od mene, pa so rekli, če bi pa jaz videla, da imam manjšo rezervo zalogo jajčnih celic, bi pa mogoče prej začela razmišljati o otrocih, a ne. In tudi to, če pogledaš te nekatere študije navajajo, da zaradi okoljskih vplivov ima lahko ženska zmanjšano število jajčnih celic, ne. Pa če sem imela kontra, jaz sem imela policistične jajčnike, jaz sem jih imela veliko na zalogi, a ne. In tudi to je pol en izmed razlogov, ki ti lahko otežuje sam postopek umetne oploditve. Ne, pol slišiš tudi zgodbe, kako ženske govorijo, kaj njihove moški v bistvu prestajajo, ne. Jaz se prav spomnim, nekaj je razlagala, moj mi je že rekel, ker sta šla že zadnjo šanso sta imela, a ne, takrat, ko v bistvu je ona z mano hodila. Mislim, da je v Sloveniji 5 postopkov z injekcijami na voljo. In je ona rekla, da je pač že njen mož rekel, lej, pač, ne vem, najci ti koga, pač, ki ti bo mogoče pač otroka, jaz tega ne moram dati. A ne, se mi zdi, da ženske lažje govorimo, mislim, ne lažje, bolj naravno nam je mogoče govoriti o določenih tematikah, ki so nam težke, kakor moškim. Čeprav jaz mislim, da moški tudi recimo v tem postopku ali pa drugih zadevah so tudi negotovi, a ne. Sam nisem mogoče toliko naučeni, da povejo kakšne stvari. Tako da to, no. Ampak pol v bistvu, ker si mi rekel tudi o hormonih, jaz sem si pa šla vse prebrati, ne, kakšne so postopki, kakšne so možnosti. Mi tak s tistimi injekcijami, ko sem pa šla domov, so pa rekla Blažu, sej, zdaj mi boš dal ti, a ne, mi boš dal ti na injekcijo, ker mi je bilo mene strah. Odkreče, joj, ajda, prosim, vse bom delal lepo, spravljal bom, poskrbel bom za to, sam prosim, ne, jaz ti ne morem da tega. Sem rekla, ok, v redu. In pol, a ne, jaz probam zmeraj v kakšnih takšnih stresnih situacijah, malo s humorjem, pa sem rekla, ok, ne, bom si dala eno glasbo in pa sem si naštimala uno Eye of a Tiger, veš, tam, ko sem se predstavila kako na Rocky, ki je bil, pač nekao ti karateki in to. In pa sem šla v kopalnico in tako, ok, moram gledati. A to je to? Pač, a ne, je bilo v redu, ker pa tudi, a ne, kaj so študije, da če si ti recimo, če si ti vesel, si poviša serotonin, tudi manj bolečine čutiš. In pač jaz nisem imela občutka, da bi bila neka taka bolečina. Po tem postopku v bistvu injekcij greš itak ti vmes ti itak pregleduje, ne, da vidijo, kako bi se to nastaja, kako se razvija, da ti oni točno povejo, kdaj dobiš tisto stop injekcijo, da prideš čez par dni k njim, da ti jih v bistvu ven dajo, te jajčne celice. In jaz sem si napoštimala playlisto, sem rekla, ne, jaz sem se odločila, da pač meni bojo v bistvu, kaj imaš več možnosti. Eno je, da ti v bistvu na živo potrgajo, a ne, ven te jajčne celice, eno je, da ti
delno malo kot umrtviča, tretje je pa, da zaspiš. In jaz tisko berem, ok, jaz nočem zaspati, zato ker je možnost, da ti lahko določene snovi ostanejo še v jajčnih celicah, ok, ne, valjda sem šla s to željo, da jim bojo pa na pregledu povedali, super je, v redu, bomo se zmenili, da pač ne rabite zaspati. In gleda ginekologinja pa reče, ja, tlele na enem jajčniku jih je 30, ne, na drugem jih je pa 20, boste vi kar malo zaspala. In se ne, kako, jaz sem imela playlisto naštimano, veš, da bom kao ne ful vesela, da bom bolečine čutila, ampak pač ja, mislim, med 50 celic je ogromen. Že 10 jih je velika, ne, ena kolegica moja, ki je tudi hodila, ona jih imela 30, pa že takrat sem njej rekla, da je to ena izmed pač rekorderk. Sam je tako pač, ne, ljudje mislijo pol, da če imaš veliko teh celic, da je pol tudi skupiček, recimo temu, na konci istine. Od tega jih je bilo, mislim, da 30 v redu, 20 je bilo takih, da so malo preživeli, 10 je bilo takih, da so se v bistvu prijeli. Tako da v bistvu niti ni toliko, veliko število, ki jih je na koncu ostalo. Ja. Ampak tako, mislim, tudi takrat je bil čas COVID-a, jaz sem čakala pol, jaz sem imela 2-3 neuspešne prenose teh zamrznečkov, ki sem reče tudi pingvinčki, tako ljubkovalno. Wow, okay. In to je bilo tudi tako stresno obdobje za te, ker itak si želiš zanositi, že toliko časa delaš na temu, da bi zanosil. In pol, ker ni uspešno, pač si žalosten, ne. In pol probaš gledati, okay, kire dejavniki, kire so tisti stresni dejavniki, ki vplivajo name, da pač nisem tako sproščen in gledaš mogoče malo na drugač na svet, kar pač drugač bi, ne. Se probaš malo počasniti, veš kaj, kire stvari mogoče malo bolj ceniš, kam bolj energijo daješ. No in pol vem, da so čakala za naslednjo, rundo. In še kar nisem dobila menstruacije, ker pač takrat, kad dobiš menstruacijo, pol reče, ok, vas bomo začeli slediti, pa je to. In pač meni bilo čudno, ker je bilo malo meni slabo, pa tako, pa ne vem, pa jaz pišem enemu kolegu, kad dela, v teh postopkih, kaj bi to bilo. Pa sem jaz rekla, ne vem, kako je bilo, ampak vem, da sem šla na res test nosečnosti in sem spontano zanosila. Čakaj, se pravi, ne iz... Ne. In pa so bila tako ful vesela in vse in tako, kako lepo, ampak na koncu se žal ni dobro iztekel, ker je bilo pač nekaj narobe, ampak je bilo tako, je bilo lepo, ko mi je tudi Blaž rekel, no, le vidiš, tvoje telo zna to, deva pa si samo vzeti pa čas, pa vse, in pa tudi ginekologinja je rekla, lejte, če ste enkrat spontano zanosila, vzamete si pol leta, pa če se ne bo nič v bistvu prijel, se vidva v ambulanti. In jaz sem bolj tudi takrat malo bolj redno spremljala svoje cikle, če prihaja do ovulacij za tega, da bi jaz pa šla po 6 mesecih, jaz sem še vse mislila tisko, ok, to je bilo pač čisto slučajno, da sem jo zanosila, da bi znala povedati, ali jaz sploh imam ovulacije ali nimam, zaradi policističnih jajčnikov. In v bistvu je bila tudi spontana zanositev, no. Oh, wow. Tako da in tudi zdaj je bila spontana, tako da sem prav vesela. To je zdaj že drugi otroček. Ja. Blaž ima sicer od prej že enega, ampak jaz ga imam čisto za svojega, tako da jaz jih imam 3. Hudo. Tako da ja. In to obdobje, verjamem, da se veliko parov znajde v njemu, tako sploh, ko priješ malo bolj tam okoli 30 let, ko sem jaz prišel, sem ful teh zgodb začel slišati, pa so se trudili, pa to pa ni šlo itd. In pa si tako, wow, a to res je izziv. Taka tematika, mislim, a veš, nisem sploh vedel, da toliko tega obstaja, dokler nisem začel pač se malo o tem sam zanimati, Ja, ker tudi v bistvu ne radi ljudje govorijo o tem, ker je pač to, se mi zdi še vse ena taka izkušnja, ki v bistvu vsak par gre na svoj način, v bistvu skozi to pot, ampak ko pa se ti, tako kot si rekel, ko pa začneš enkrat malo govoriti ali pa to, pa kar slišati zgodbe, podobne zgodbe, ki so se dogajale. Ker jaz sem šla tudi tako, itak pač in preko medijev in kakšnih kolegic, ki bi me valjda 1, 2, 3 ratala, pa tako, sploh se niso trudila, sploh niso delala na tem.
Ne se veš, če delaš na otroko, ne, ali pa saj vadaš, da je tako v redu. Je pač to dobra aktivnost, ne, sam pač. In pa iz tega izhajaš, ne, valjda, pač 1, 2, 3 to nastane, ja. Ne, ni nujno. Kaj bi rekla, da si spustila tekom tega procesa, ki si ratala bolj zavestna, da stresno okolje vpliva na to, a si ti sposobna zanositi ali ne? Kot ženska, recimo, a ne? Koliko delam. Pa karijera, ne? Ker jaz sem v bistvu tudi še malčkam predtem sem se vedela spet uporabljala eno orodje iz design thinkinga, ne? Ker se mi zdi zelo priročno, da v bistvu tudi sam sebe spoznaš, je, da si na en list najprej napišeš, kako vidiš ti svojo kariero, kaj hočeš se ti razviti, kaj hočeš ti doseči, ne? In pač jaz sem šla na doktorat, mene zanima tudi podjetništvo, jaz hočem pač biti nekje pač na v redu položaju pa to. In hkrati v bistvu tudi napišeš tudi, veš približno, koliko ur bo kaj trajalo, kaj delo, oziroma pol, ko prebereš, kaj vse si napisal, si znaš ocen, koliko ur moš ti vložiti na dan, da dosežeš tisto, recimo, pozicijo. Pol, se pravi, na en list to napišeš, kariero. Na drug list pa napišeš, kaj ti pomeni družina in preživljanje časa z družino. In jaz sem tam napisala, da jaz hočem biti čuječa mama, da jaz hočem biti z otroci in vse in pač biti z njimi, jih vzgajati in da v bistvu so to pač čas na voljo pa ljubezen pa tako. Pa ko bereš ti s teboj, tu pač ne gre skozi. Ne moš ti delati po 10 ur in več, pa hkrati lepo poskrbeti za otroka, če gledaš, kaj v vrtecih v bistvu pripeljaš, igriš skoraj vsekrat ob 4, dobro, ne, ob 4 je, če imaš 8 ur, pa pač ne se s partnerjem zmeniš, da jih on recimo zjutraj pripelje, pa da ga ti pravočasno dvigneš. Ampak 1, 2, 3 gre pač že spat, sploh takrat, ko so majhni. In pač otroci ti tak najbolj potrebujejo, moja mama je to zmer pa do 7 leta, kar ga ti do 7 leta naučiš, to je to. In pač zgubiti ta dragocen čas, se mi zdi pa nekaj neprecenljivega, no. In pač nisem želela, ker tudi vem, da ka mami je veliko recimo delala, ker je želela nama nuditi boljše v bistvu življenje pa standard, kakor ga je ona imela. Ampak tudi, ko so se zdaj pogovarjali, kaj veš, jaz vidim tebe pa Saro, kako se vidi lepo ukvarjata s svojimi otroci, meni je tako žal, da se jaz nisem imela časa, da bi se z vama več ukvarjala, ne. Ko ona je bila zobozdravnica, je veliko delala in pač kdaj so ji pač roke bolele, da je bila tako utrujena, da pač ni mogla, pač da je prespala recimo cel vikend, ne. Pač zaradi utrujenosti, ne. Ampak jaz mislim, da je to marsikdo se lahko najde tej koži, no. Ja, a je bila samohranilka? Nekaj časa ja, pa je pa mislim, je najdela pač partnerja, ne, ko smo pa skupaj. Aha, se pravi od začetka sta bile pa same z mamo? Mislim pa sestro, ja. Pa sestro, 2 leti, ja, približno. Kaj pa je bilo z očetom? Ja, oče je imel pa malo težave z alkoholom pa slabo družbo. Pa ga pol tudi nekaj časa ni bilo, no. Mi smo, koliko je, 10 let, čakaj, jaz sem bila 10 let stara, Sara je bila po moje 11, kar naenkrat pač ni bilo stikov več, niso čisto razumeli. Jaz sem pol, ko sem bila stara 30, sem nekaj okej, ker sem pač brala različne knjige, nekako v bistvu neke te vzorce iz otroštva, kako jih predelati, kako pa razumeti in jaz sem želela razumeti, kaj se v bistvu in moji mami dogajali, pa pač ona noče govoriti, kako je ne bilo. Jaz sem zelo težko kakšne stvari vam potegnem, ker je bilo hudo in pač ona ima skozi občutek, ne bom te obremenjevala, ne, jaz sem pač taka, da tog časa odrezam, da probam dobiti. In sem pisala pol tudi mojemu očetu, ker me zanimala, je bil boljši oče po bratu pa po sestri. In sem tako, pa sem se dobila, sem spoznala in sem v bistvu jaz dobila odgovor na svoje vprašanje, da v bistvu, ja, je bil boljši, ne. Zato, ker eni knjigi, recimo Družine, kako v njej preživeti, da piše, da doskrat je tako, da v bistvu na teh prvorojencih, ali pa recimo če gledajo zdaj, da so bili midve, se starši učijo in imajo vse te vzorce, kako so se recimo do njih starši slabo obnašala, ne, pač rečemo temu kasirajo, no. Kar ni okej, ni v redu za razvoj, ne, ampak če pa starš to prepozna, pa ve, da pa želi
ta vzorc prekiniti, je pa nekaj super, ne? Zato, ker ti lahko ne vidiš neke svoje fobije, neke take stvari, ki si jih ti stalno doživljal, preneseš na otroka, ne? Ker otrok je petek nepopisan list, ne? Se mislim, da se zdaj veliko več, sploh z našo generacijo, no pa se tudi tebe štem, po moje, isto. Ja, malenkost. Se je začelo dogajati to, da smo se s temi tematikami začeli resno spopadati in začeli pucati ta sranja za nazaj. Ne? Ja. In to itak je pol, kaj enkrat začneš to odpirati, je tako, mislim, je zanimivo, ampak grozno, ne? Ker tako greš nazaj, pa vidiš, kakšni so bili odnosi, pa mogoče bolj razumeš, zakaj te v nekih situacijah vleče v neko identiteto, ki ne razumeš čist zakaj, ne? Zakaj se vklapla jeza, zakaj se vklapla sram, zakaj se vklapla mogoče ta ugajalca, ne? Zakaj si ti čutila recimo krivdo, a veš, in ko greš eno generacijo nazaj, si tako, wow, oni sploh niso nič delali na temu, da bi karkoli spremenili, sam preživeti so hotela, ne? In so mislili, da je to normalno, ne? Ja. Mislim, da v enem podcastu je bilo, pa zdaj se ne spomnim, je bil en gospod, ki je v bistvu govoril o tej travmi, ki so jo v bistvu moški doživljali, ki so šli v vojno, a ne? Hkrati v bistvu so moški, ki so prišli nazaj, so bili zaradi posledic vojne, so bili veliko so recimo pogledali v alkohol in so bile mame tiste, ki so v bistvu mogle spet držati celotno zadevo. Fantje so dobili pol tako vzorc, ok, ženska poskrbi za vse, mojemu očetu ni nič treba. In se mi zdi, da je, a ne, pač, tako kot si rekel, generacijo 2, mogoče 3, da pač bo videli, ne, pač lahko se vključim in se mi zdi to ful lepo, da se pač tudi moške spušča zraven, ne, da ženske rečemo, ok, ne, pač pet nazaj, pusti ga, da zrihta otroka, ki je, on zna, bo znal narediti, ne, ker še vse imaš pa tisto vno cankarjevo mamo, da dajmo se potruditi, pa dajmo narediti vse, pa tako, ne. Ja. In je ful, ne, iz tega, ko vidiš, pol probaš razumeti, če gledaš celostno, ne, vidiš, od kje mogoče določene travme prihajajo, pa da jih razumeš, na kak način so se mogoče pol to prikazale, ne. Ja, ker to sem te hotel vprašati tam, ker si razlagala to, ker si en list pisala glede družine, kako si želiš imeti, pa glede posla, ne. A je tudi kakšen list, ki te pelje pa nazaj, pa tako, kakšni so tvoji odnosi, sploh družinski, kakšen je tvoj odnos z mamo, kakšen je odnos z očetom, ne? Kje tukaj začutiš mogoče nek stres, neka trenja, in zakaj mogoče jih čutiš, ne, na te točke, a zaupaš moškemu, ali te je strah, da bo moški šel, take zadeve, ne? To so težka vprašanja, ampak znajo vplivati, ne? Ja, mislim, jaz sem imela pol, pa je bil super očim in vse, sam se mi zdi, da pol ne tukaj se v bistvu se starša pač ločita, imaš nek tist daddy issues, no, kako bi to v bistvu pol rekla, in sem si pač načrtno zbirala takšne partnerje, za katere sem jaz tudi videla, da mogoče pa na dolgi rok se jaz z njimi ne vidim, a ne. Zato sem imela mogoče tudi težavo z Blažom, a ne na začetku. Kaj zaupanje? Ne, bolj zaupanje, bolj zato, ne, pač moj občutek manj vrednosti. Itak boš šel. Ja, da je on predober zame, da jaz pač ne morem, ne, pač, da pač nekaj je narobe z mano, pač jaz nisem v redu in pač, ne, da pač ne mora biti skupaj. In pač je v redu, ker ne, je on še vsem malo, ko bi rekla, pa ne trmast, ampak tako, on je hodil ustrajen, tako bom rekla, ustrajen in potrpežljiv, je res super partner, tako sem ful vesela. In on je meni rekel, veš, jaz že nekaj časa hodim na terapije, na pogovor, da jaz pač razumem pač svoje vzorce, a bi mi da skupaj začela hoditi. Pa to je bilo dosti na začetku, a ne. In sem jaz rekla, ok, ja, griva skupaj. In tam so tudi mi dva, on je mene spoznal, nekaj sem se jaz na nek način pač tam odpirala, ko imaš kot ta varen prostor, da te zna terapeut voditi skozi postopek, ne pa da ugotoviš, to je prišlo iz družine. Tako vzorc imaš iz družine. Ok, zakaj pol tudi takrat, ko so se kdaj pričkala, a ne, ker se nisva znala še v redu pogovarjati, ne, da si v bistvu dobil neko samo gledalo, da rečeš, čak, tu prihaja od tam, a to jaz res mislim, ne v bistvu ne, ker je to vzorc od tam, ampak to nisem jaz. Tako da jaz bi vsakmu to predlagala, da gre, sploh, če so mogoče na začetku, ali pa pač kadarkoli, ker še vsem ti to zna
zelo pomagati. No. Mislim, pač meni se zdi super. In da se pač hodiš nekaj časa, ampak pol gotoviš, da v bistvu ne rabiš več nekoga, ki če si se skregal, ker se znaš lahko sam pogovoriti. Jaz sem imela recimo tako, da če je bilo kaj narobe, sem utihnila in se zaprla, ker je imela moja mama tako vzorec. Ampak pač sem se naučila, pa se je bilo tako zanimivo, pač, ker sem videla recimo svoj napredek, jaz blažem nisem mogla povedati, recimo, kaj sem jaz razmišljala to in sem začela pisati stvari. Ker to, kar sem pa napisala, je bilo pa pač meni lažje in sem mu dala zmer pol za prebrati. In pač je on tisto prebral, in pa, ko sem jaz tako, on je še zmeri tle, pač podpora je, tisto, sem pač jaz tudi dajala neke te svoje oklepe do ne, on meni daj rekel, sem tako kot čebula, ka me lupa, ne. Tako to. Pri puncah sploh je lastna vrednost, se zelo zgodaj že začne graditi in jaz na tem zavestno z mojo Irino delam, že od mejhenga, se zdaj let pa pol stara, ne. Ampak te že sam besede, veš, jaz bluzim nje, jaz kar govorim nje. Kaj pa? Ja, kje je najlepša punca na svetu in greva pred ogledalo, ne, in ona tako kaže nas, ne, in se tako hmen stisne pa to. Prav misle, koliko si pogumna, koliko si sposobna, veš pa, ne vem, ona sploh ve, kva to pomeni, ampak ko bo pač slišala besedo pogumna, bo ona tako, to sem jaz, ne, s tem se identificiram. Veš, če pa ti otrokom že od majhnih let govoriš, kva stečna, kva se spet deraš, ne, itd., kva ostane. In mi je ful všeč ta rek, ki nas zelo prebudi kot starše, da glas, s katerim ti komuniciraš z svojim otrokom, postane njegov notranji glas, ton njegovega notranjega glasu, ne. In pol, če pogledaš zdaj svoj notranji glas, ne, a veš, odvisen, pa so lahko to starši, pa pol kasneje družba, pa učitelji, pa vse to se ti nekako prlima in to je ta tvoj notranji monolog oziroma dialog, kakorkoli, s katerim operiraš in že pri puncah, a sem jaz dovolj dobra, se mi zdi, da je neko tako ful pogosto vprašanje, ki se ga punce sprašujete oziroma kasneje tudi ženske, ne. In ta tvoja je direktno to vezana, veš, zdaj, če jaz tebi priznam to svojo napako, boš šel, ne. In kaj se zgodi, ne priznava se napak in se blendera. In pol v bistvu, ko sem jaz tudi z eno punco govoril, da bi mogoče bilo kul, da bi se v te tematike začela malo spuščati, mogoče kaj odprla, kar ni bilo lih najbolj primerno po moje z moje strani, ker to se ljudem ne govori, ne, ti moraš pustiti ljudi, da sami pridejo do tega. Sem dobil zelo dober odgovor, ne, pač ne, tja ne upam pogledati. Strah me je, a veš. In zdaj sva pri problemu strah pred resnico, ki mogoče je boleča, ampak te osvobodi. Kako mogoče bi se te tematike ti dotaknila z mano? Tako da, a te je bilo strah v tem procesu, da si se odpirala, da si lupla to čebulo? Kako si to doživljala? Ja, tako, kot sem nekaj skrbel me je, pač, nisem bila, sem jaz dovolj dobra, da me ima pač nekdo rad, da bo ostal, ne, da ne bo odšel. Pa si verjela, da si zaslužiš nekoga, ki te ima? Mislim, škoda to, ko imaš, po moje, tako močno prepričanje, ko moraš ti najti tuno razrezati, ali to pač jaz res mislim, ali je to pač nekaj, kar pač ti je bilo od mejhenga, ne, prirejen, da pač nisi dovolj naučen, ja, naučen. Je to kar izziv. Tako, no, bom rekla, da je bil kar izziv. Ampak pač na koncu sem dojela, pač on me ima rad takšno, kakršno jaz sem, ne. Ali pač imam neke te, jaz temu pravim, svoje demone, pa jih probam razrešiti, pa njemu je bilo super, da je on zvedel za to, ne. Ker jaz sem pol tudi takrat, ko sem kdaj imela, da se pač nisva v redu razumela, jaz sem zmer pa razmišljala, odkje se to prihaja, kdaj se to prvič, v moji lastni izkušnji, ne, kdaj sem jaz že doživela recimo tako zavrnitev, pa sem jaz toliko močno povezala z v bistvu ne s tem, kar sem mi domila, ampak v bistvu s preteklo izkušnjo. In pa sem mu s tem povedala, da me on lažje razumel, odkje sem jaz pač povlekla, ne, kaj on da je meni, ne vem, kako je prvama, lahko dopolnaš, ampak jaz sem daj tisto, je v bistvu bila neka tematika, ne, za katero se nisi strinil, ampak pa si pa še kar malo na lepo stvari zraven, pa kje to pa daj. Mi da se ne pogovarjamo, mi dva sva zaradi tega se nisva strinjala, odkje si ti zdaj prvlekla vse te stvari, ne. In meni tisko, sam res, in pol, ne,
greš kakšen korak nazaj, 2, Ja. 3, 4, da pač najdeš, od kje je bil tista ta prva, od kje vlečeš, ne? Zato, da te lahko drug razume. V bistvu je fajn, da razumeš sebe, da te lahko pol tudi drugi razumejo. Ja, tudi mi, da sem imela veliko zano takih, jaz kar pravim, prebojnih obdobij. Kar sem jaz drugače začel delati v neki točki, sta bile dve stvari. Ena je bila, da nisem poskušal nje spreminjati, torej, a veš, jaz sem bil tako, meni podcasti ful pomagajo, drugi, a ne, takrat nisem sploh še svojega knjige, ki jih berem, sploh te spiritualno tematikam, to ti moraš začeti brati, zakaj ti tega ne bereš, zakaj ne poslušaš Gary Vee, le koliko je pameten, ni bilo pa to tako, pač, meni to ni, a ne. In sem bil tako na eni točki, zakaj jaz toliko hočem njo spreminjati v nekaj, kar mogoče sploh ni. Ta druga je bila pa, da sem začel dojemati, da je zraven vedno nek občutek, ki se meni kle sproši. In ko sem jaz v navdihu tega občutka, je tudi ona, recimo, da je to jeza, in takrat mi da ne bo rešila nič. In sem začel, ko je prišel do te situacije, ko je ona iz mene izvabila ta občutek, sem pač rekel, zaradi tega, kar se zdaj dogaja, se tako pa tako počutim. A ne? Na ta način ne gre sploh za to, kaj si mi povedala, gre za način, kako si mi povedala. In se mi je spravljal ta občutek majhnosti, ki ga jaz ne maram. In jaz se bom takrat vklopil, moj ego se bo začel braniti in bom tebe začel delati majhno. In pol, ko se to začne dogajati, je obrambni mehanizem na obrambni mehanizem na obrambni mehanizem na obrambni mehanizem in je bolj, da zaključva. Ja. A ne, ker sva oba zelo ognjena. In midva ne popustiva kar tako, a ne. In sva se čez ta proces ful naučila, a veš. In ker sem pa opazil pol, a ne, da so pa trenutki, ko se pa furava v avto recimo na golf in sva oba srečna, da če pa takrat tako tematiko načnem, a ne, pa pazim, da ne zaideva spet v to borbo, se pa da ful rešiti. Sva pa razumevajoča, pa slišva, pa se ona upravič, pa se jaz upravičem in je tako, wow, ok, v redu, isti problem rešujeva na dva različna načina, a ne. Ja. Tako da se mi zdi, da to, da ne obupaš nad drugim, prehiter, okay? Pa to, da sebe v bistvu, da skozi sebe izhajaš, torej kako se jaz počutim. Ne, da tebe konstantno napadam, a ne, ampak da bolj iz sebe izhajam, le zaradi tega se zdaj počutim zelo pač ponižanga oziroma kakorkoli, ne. Ja, in sva ugotovila čez čas, ne vem, pa sem jaz opazoval njeno mamo, kako je njo iz tira spravila, a ne. In sem bil tako, pa to točno ti meni delaš, stari. Ista scena. In le koliko tebe kle to razpizdi, kad ti tvoja mama to naredi, ti pa meni isto delaš, a ne. Ja. In sem mi to tudi povedal. In je večkrat pol opazila in je rekla, wow, pač res delam to, kao ona, a ne. Kar ni nujno slabo, a ne. Pač naučen in pol ti ozavestaš in puf, presekaš, zdaj sem pa drugače učila, ne. Ja, in jo občudujem, kako dela z Irino. Občudujem jo. A veš, pa pride tudi do teh, a ne, ampak drugega kle zelo lepo ustavljava. Ker pride do nekega tak malo bolj emocionalnega naboja, ko se komuniciraš s svojim otrokom in rataš malo živčen, malo zadirčen, a ne, tako, je samo tako uno, Ana ali pa Jure in je samo uno, odmik. Ja. Ok? Pejt se ohladiti dnevno. Vsenje. Jaz sem tudi dnevno že vzel polštar, dal glavo noter pa se zadrl. Ker sem mogel dati jezo ven, ne. Ker ta mala mi pa jezo ven vleče, ne. In nepotrpežljivost vidim, da te dve mi kar. In ja, je dobro imeti partnerja, s katerim skupaj rasteš skozi te stvari, se sprejemaš, a ne, ampak komuniciraš tudi, a ne. Tako ja, in v bistvu, tako kot si zelo lepo v bistvu tudi vajin odnos, če se poznata, a ne, recimo tako si ti rekel, da veš, kaj je v njej zbudilo jezo, pa odkje to izhaja, da ker si dal v bistvu samo gledalo, ker je ona videla to, a ne, je postala bolj pozorna, tako da se mi zdi res ključno to, da si pač probajo, ne, v vezah ljudje pač povedati, kaj so recimo tisti strahovi, kaj tiska ne mara, ker včasih je tako, da tisto, kar te moti pri drugem, je v bistvu pravzaprav to, kar te moti pri sebi. Ker opazaš stvari pač, a ne valjda hitreje pri drugih, kot pa pač par sebi, ne. In isto s tem, kar ti je všeč, a ne. Ja. Drugače sem imel, ne vem, če si na začetku podcaste spremljala, sem imel na koncu vedno vprašanje, če bi jutro umrl, kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu, ne. No, in mi ga je en postavil na dogodku, ko smo ga imeli, meni to vprašanje, ne, za zadnje vprašanje. In sem v bistvu na to tematiko takrat zelo lepo rekel, ne, če bi jutro umrl, bi sporočil vsem tistim, ki
ko ste v meni videli nekaj lepega, da se to skriva tudi v vas in da dajte temu pustiti še bolj, da pride do izraza. Ne? Točno to, kar ste v meni opazili, da mi je bilo všeč. In tistim, ki ste v meni opazili nekaj, kar vam ni všeč, vam želim, da se s tem znotraj sebe soočite, ker očitno vas to spominja na nekaj, kar pri sebi ne sprejemate. Ne? In je tako lepo vodilo tako za vsak dan. Ne? Ko vidiš pri nekomu, da te nekaj moti, vprašaj se, kje pri sebi se ti to dogaja. Ne? V katerem odnosu te mogoče on spominja zdaj v tej situaciji nase. In tudi kontra, da nekomu opaziš nekaj lepega, se vprašaš, a si res pustim biti še bolj, ne vem, pozitivna, igriva, svobodna itd. Ker to so ponavadi te stvari, ki so nam všeč pri drugih. Samozavest, ti si tako samozavestna, pa samozavestna. Ja, tudi ti si, ampak na tem je treba delati. Ja. Pa včasih tudi ni nujno. Vem, da recimo Blaž kot predavatelj, on pač on pač nastopa pred različnimi poslušalci, in predava, ima različne ta predavanja, pa hkrati pa noče biti v centru pozornosti. Jaz ga pa daj pohicam, tako, ko se pogovarjajo o poroki, pač pa to si pol v centru pozornosti, pa rečem, sači, ne veš, da je v centru pozornosti, da je poroka ne ženi. Ja. Tako, recimo ful zanimivo, tako, kot ste rekel, pač je treba delati, poznam tudi primere, da so bili recimo čist introvertirani, pa so postali ekstrovertirani, Tako se mi zdi, da pač res tudi samozavest je taka, pač moraš iti ven, moraš pač dobiti ne. Može biti ogromnkrat recimo ne, da te tisti ne, v bistvu ne prizadane, se češ, okej, pač pa to tudi tako ne. Ne že imaš, ja pa lahko dobiš. Ampak pač nikoli ne dobiš, če pač ne vprašaš. Ja, se ta tukaj je dobra, če bi vedel točno določeno število nejev, ki se morajo zgoditi, preden pride koliko hitro bi hotel te neje dobiti. Aha. In je tako, pač tako je, Ja, se to je življenje, na tak način nekako ga je dobro tretirati, da te neji so v bistvu samo pot do jaja, in prej, ki jih boš ti prehodil, bližji boš temu jaju, kakorkoli. Ampak je zanimivo, da smo kot ljudje, sploh kar se tiče neke samozavesti, bili bi radi samozavestni, kam imamo pa priložnost, da smo, se jo pa ustrašimo. Isto je s pogumom, s takimi zadevami. Tisti ljudje, ki ti delujejo najbolj samozavestni, ali so še zaslepljeni s svojim lastnim egom, pa so v resnici noter, niso samozavestni, ali pa so pač smo prehodili pot, ki smo mogli biti samozavestni, da smo prišli čez njo. Kaj si ti naredil, da si postal samozavesten? Kakšen nasvet bi dal meni pa vsem ostalim? Okolje. Najdi si okolje, kjer si lahko samozavesten, ker je to tvoj default state. Mislim, da premalo poudarka dajemo, ko hočemo delati neko spremembo v življenju, v okolju, v katerem smo. Ena mi je kle gostja rekla enkrat, ne moreš se pozdraviti v okolju, v katerem si zbolel. In ta rek je ostal, te besede ostajajo z mano konstantno. Ker spremeniti okolje je za nas velik stresni faktor zaradi cone udobja. Sploh Slovenčki, ki smo obdani s temi lepimi gorami, v tem udobju noter. Nismo imeli nikoli potrebe potem, da gremo ven. A veš, medtem ko neki narodi, ki živijo ob morju, kjer ni teh omejitev, so pa imeli potrebo, da grejo, recimo že Primorci, gremo v Ljubljano, a veš, ali pa tako, nekam drugam hočem iti, ne morem biti kle. In definitivno je to povezan. Zato jaz bi rekel, meni je najbolj pri samozavesti pomagalo to, da sem bil v okoljih, kjer sem pač lahko bil samozavesten, kjer me niso dol tolkali. In kakšen primer? Šport. Šport je tak, za moške sploh. A veš, prideš noter, zbor si to samozavesten. Če noš samozavesten, pač te bo, slej, ko prej te bo ekipa. Kdo bi rad bil nesamozavestnim soigralcem, Oprosti, kaj pa si... Ameriški fuzbal sem jaz igral, 10 let. A si imel kaj zlomljenega? Ja, imel. Ta mazin še zdaj mi preskakuje, ga nisem nikoli popravil. Imel sem ovojnico, reber se mi je, na eni tekmi se mi je spahnil in mi nazaj noter skočil. In to boli tako, da bi ga zlomil, in ko sem šel k doktorju, pač je rekel, da nimajo kaj narediti, da pač to bo bolelka svina in imam še kar zdaj tukaj bulo. In če ležim na trebuhu, me še kar boli. Tako da take stvari. Pa enkrat sem imel
nad gležnom gor zvin te kosti od spodaj, ker je bila tako močna, hvala Bogu, da ni počla. Ne? Se pravi, to je pod kolenom, kaj je to golenica. In mi je v bistvu en 140-kilski model mi je padel gor na nogo iz strani, ne? In mi jo je poklopala, ampak je bila tako prožna, da se je nazaj dala, ampak pride pa pol dokle okoli, da ligamenti pa to se ti pa vnamejo. Ne? In klej spet ne moreš nič narediti in ne moreš stopiti en dober mesec na nogo. Ja. Pa sem enkrat zabol enega modela v polnem teku, polnem šprintu, sem preletel direkt rama na ramo in mi je to, kaj je ta kost kle gorno, na rastišče, spet unetja. Ko da zlomljen nisem imel veliko, sem imel pa kar veliko takih bolečih stvari. Vsako sezono se mi je noht zamenil na palco, ker to hitro en mu kopačko brcneš, to si predstavljaj, to gre direkt gor pod nohta. In ja, take zadeve. Pa, ja. Kako so pa tvoje dame gledali na to? Mami predvsem? Ja, ne vem, skrbel, ja, itak, ampak pač jaz nisem nikoli nekaj na to gledal, no. Tudi para Ani pola, ne. Ja. Tega pa ne boš, mislim, pač tako, iz te skrbi, ne, to pa ne, prosim, pač, da se noš poškodoval pa to. Ja. Jaz sem pa pač, če bi imel jaz sina, jaz bi hotel, da se poškoduje, hotel bi, da gre čez bolečino, hotel bi, da gre čez to, da mu je nekaj oduzeto, ker to te nauči ogromne neskromnosti. Pa znaš ločiti med hipohodrom vseb, ki ga vsi imamo, bogi sem, joj, me buba, ker te res boli, veš, da te boli, ne uno nekje vmes, pa sam zato ti nekaj ni treba narediti. Tako da ja, se je tudi ful razvila v meni ta, ne vem, po moje moč, pa zgubil sem strah pred, ne vem, poškodbami pa takimi zadevami, veš, ker sem šel tokrat čez njih, Ja, to se mi zdi dobro, ker se je izpostavilo, da v bistvu fantje rabijo neke take preizkušnje. Ti si rekel v enem izmed podcastov, da imaš bolj občutek, da boš imel same vdikajce? Ja, pismo, se ne vem, to zato, kam Jana to govori, res. Ampak zdaj, kar imam, je tako pač, ne vem, no, vsak dan bi se zjokil od hvaležnosti, da imam tako punčko doma. Ja. To veš, pač sploh, ne vem, ne pomislim, da bi imel raj fantka ali punčko. Sploh ne, stari, tako, toliko je lepo to biti, veš. Pa okrog je tudi veliko otrok od naših prijateljev, so tudi fantje in s fanti se čist drugače recimo igraš, in to mi sede, to mal te, veš, ne vem pa, da laufata malo in pa ga malo spotakneš, da tam pade, pa Ana me ne pizdeva pol, zakaj to delam, pa sem tako pa pismo, to je fun, stari, to je drugo. Ja, mi se moramo malo bockati. Ja. Pa se zbockata brata med sabo in jaz pa fotar od teh dveh tamalih, jih pač gledava, to dobro ga je pa je uno gor. Mame pa zrano, veš, ne hita, ne. Pustih, no, ne se levčki malo tabane. Ne, ampak je res, tako, če pogledaš, če se fantje med sabo skrigate, pač vi se skrigate, pač lahko, v bistvu na polno, ajde gremo na pirbol, pa da gremo, ne vem, pač nekaj pogledati. Ženske, če se pač skrigamo, je pač čist drug končni rezultat, Spela do smrti pač skrigana, pač ne bom. Se mi zdi tako pač res tako zanimivo, ker smo si pač različni in se mi zdi, tudi jaz to občudujem pol par fantih, ok, vidiš, lej, povedali so si vse, zmenili so se, šli so naprej. In se tudi lahko mi naučimo dost. A sta fanta prejšnja, mislim, se pravi ta od... Val, ja, je fant. Ja, ok. Vajn. Ne, od prej. Zdaj imamo pa dekalco Avo, pa še eno dekalco bodo. Ok, girl dad. Ja, Blaž, to smo modro oki, ne, se imamo modro oči, ali ja. Valma? Ne, Blaž. Ja. No, vse to. On je eden izmed tunih ljudi, jaz ogromno zdaj zaupam temu prvemu očesnemu stiku, ki ga imaš, spoznaš človeka tako lahko v tako globino, da glabulj. No in njegov pogled mi je bil vedno tako, ti si moj človek, tako iz unga vidika, veš, vidim dobroto noter. In to mi je dovolj, Tako da sva se po moje tudi zaradi tega tudi vedno razumela, nisva nikoli vinkarla, mogoče bo on drugače povedal, no, ampak tako vedno je bilo uno, to sva se zmenila, to sva naredila, hvala lepa roka, se ne slišva en let, po enem letu ali on meni piše, ali jaz njemu pišem in je isto naprej, tako da to mi je kul, ja. Ja, ne, sedi pravim, da pač same lepe pozitivne stvari, no. Zato sem te, veš, zato sem pa imela že tako, ok, v bistvu, jaz te ful na nek način poznam, sam ti mene ne poznaš, ker jaz pol tiste ljudi, ki se mi zdi v redu, jih rada objemam, ko sem pač, jaz te ne poznam, sam te poznam, tako da pač
Ja, vse vem, kaj misliš. Ja. Vse to je zanimivo, veš, to, da te ljudje kar poznajo. Pa ti sploh, če si veliko podcastov pogledala, ne vem, imaš neko idejo o meni, nekaj je tvoja resnica. Pa me mogoče zanima, evo, tem to vprašal. Kako si me dojela skozi podcaste? Kako bi me nekomu opisala? Tak skuliran človek. Pač všeč mi je, da greš kdaj sam vase, da v bistvu poveš tudi stvari, ker se mi zdi, da ni dost tako intuitivno za fante, da povejo kakšne stvari, kot si jih recimo ti povedal. Da poveš tudi svojo pot, kako si ti prišel do neke v bistvu te transformacije. Vem, da si enkrat, mislim, na enem podcastu omenil, da sam sebi nisi bil tako všeč in da si pa videl, da moraš nekaj spremeniti. In pač to se mi zdi pač super, ne, da ker tudi ti kot pač moški, valjda, tudi lažje se povežeš recimo s fanti, čeprav te tudi veliko žensk spremlja pa vse, ampak mogoče pa na ta način tudi moškim olajšaš pot, da sami se spoznajo, da probajo malo razmisliti o kakšnih teh vzorcih in jim tako pomagaš. No? Ker mi kdaj se z mlažem pogovarjamo in rekel, ja, da v bistvu bi tudi tle v Sloveniji rabili nekoga takšnega, ki bi fantom kdaj ima mogel ta kompas. Zato me je to zanimalo, ker sem rekel, da imaš tisto skupino fantov, ne, s katerim delaš, kaj delaš z njimi, pač kako so, ali boš imel še kakšne take, ne, ker da imajo neke te vzorce, zdrave vzorce, ne, fantje, ne, da pol spremljajo take pač. Ja, vem, kaj misliš. Ja, se to enkrat, mislim, da je Simon Sinek bil gost, Sinek veš, da je, ne, Start with Why. Je bil gost na podcastu, pa zdaj ne vem, je bil Modern Wisdom ali je bil Diary of a CEO, mislim, da Diary of a CEO, in je lih o tej tematiki govoril, ne, zakaj toliko mladih fantov spremlja profile oziroma vzornike s slabimi vrednotami, ne, in je Sinek zelo lepo tam takrat rekel, zato ker te, ki imajo dobro postavljene vrednote, dajo premalo časa v to, da bi bili bolj popularni. Ja. Ker ni to v sklopu vrednot, da bi ti iskal pozornost, pa hotel biti popularen. Ne? In po domač povedan je rekel, da v bistvu je do zdaj bilo kul, da si ti tak, bilzerija nite da. To se je kazalo kot kul, ker je dobil toliko pozornosti. In avtomatsko so začeli tako povezovati. In je rekel, ga je vprašal ful dobro, kaj se mora zgoditi, da se to spremeni. In je rekel, ljudje, ki imajo dobro zasidrane vrednote, se morajo začeti ven metati. Morajo začeti iskati pozornost, morajo začeti to širiti in dajati svoj fokus tudi v to, da pozornost gradijo. In iz tega vidika pač, ja, jaz ogromno vsebin dajem za ston ven in jih tudi bom dajal ven. In me ful veseli, zdaj sem bil na konferenci od Ideje, od Klemna. In je prišel po moje zihene 5, 17, 18 letnikov do mene. Super. In se mi zahvalili za to, kar delam. In sem bil tako, ne vem, kaj naj ti rečem, pač res mi veliko pomeni to, veš. Ker se prihajajo ljudje konstantno, ampak nisem pa vedel, da tudi toliko mladi spremljajo in da tudi njim se zdi to dobro. In to mi zelo veliko pomeni. In vedno si vzamem čas, če kdo pristop do mene, pa mi napiše, ne vem, čau, jaz sem Aljaž, star sem 17 let, zelo sem nesamozavesten, bla, 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 a bi mogoče imel čas za eno kavo in sem tako prijatelj. Ali pa mi pošle mail, pa mi napiše sam, želel sem ti to povedati. Jaz jih povabim. Prid sem, ker bi ti rad stisnil roko, pa bi ti rad pač predal vsaj malo te energije, da jo boš ploh, kad ti nesel zase, pa za druge fante v sveta. Ja, ne, super, super, kar naprej to deli. Ja, hvala. Vse ni druge, veš. Ja. Ni neki načrtno. Pride, ja, pač organsko je to, ampak se mi zdi to res super, no. Ker, ko če gledam, veliko je spodbud za ženske, pač je super, da nas želijo v določeno smer ali pa recimo kariero spodbuditi. Časi se mi pa zdi, da še vsem pozabljajo pol na fante, na moške. Veliko se govorijo, da ženske morajo iti študirati recimo strojništvo, pa računalništvo. Medtem ko se ne govori, da recimo bi bilo fajn, da bi se več fantov pisali na pedagoško. Ker so raziskave, da učitelji ki so v šolah, imajo pozitiven vpliv na fante, da se odločijo, da bojo šli recimo pol naprej študirati. In zdaj je prvič ta preobrat, da gre več deklic, žensk, študirati,
kakor fantov. Ampak se tukaj ne govori, no. Tako da se mi zdi pač to res super, da pač, da še vse imajo fanti podporo, no. Če zdaj govorimo, da pač probamo vse enak podpirati, ja, pač dajmo jih, ne. Sam pač zdaj, če ženske spodbujemo eno smer, pač dajmo pa tudi ne vemo, koliko je pa terapeutov, koliko jih je na filofaksu, kakšen delež je fantov pisanih, kakšen delež je pa deklet. Recimo že na biotehnologiji je bilo malo več žensk pisanih, kot pač fantov, ne, pa ni bilo nekjer, da ima pol ali pa ne, da ima neke te kvote. Ja, jaz mislim, da kle ne smejo pozabiti na to, da eni poklici pač se mi zdi, da so z razlogom moški, ne vem, gradbeništvo, take zadeve, pač sorry, kolikrat pomislimo, da so to ljudje, ki delajo ceste, da delajo svetu, kjer mi lahko fucking živimo. Veš, mi se pa kdaj obnašamo, da to sploh, da to pač je kar nekaj, In to ni lepo, In tukaj mora tudi ženske, to se mi zdi, vsaj kar sem jaz doživel pa slišal, no, se mi zdi, da včasih se malo pozabi, da ne moreš vse v en koš metati. A veš, dokler ne pride do situacije, kjer se bo res konkretno ločil, kaj bo moški delo pa ženska, lahko živimo v tej naši iluziji udobja zdaj, ko smo, Kakor bo svet pač v neki situaciji, ker se bo treba za neki boriti ali pa nekaj na novo zgraditi, takrat se bojo pa ženske takoj znajdle, točno tam, ker so že včasih bile, Pa ne bo te potrebe po takem karierizmu, pa da one vse tudi lahko delajo. Zdaj smo v takih časih in okej je, Hvala Bogu, se mi zdi, da morajo imeti vsi iste možnosti. Tako. Da se lahko vsak sam odloči, kaj bi želel, ne pa da jih ti sforsiraš v nekaj, ker v bistvu je tako, kot recimo, če bi ti starši rekli, ne, ti boš pa boš zdaj odvetnik, pa boš prava doštudiral, ti pa v bistvu bi hotel biti, ne vem, umetnik, Si vsem začutiš pol, tisto pač narediš, recimo, postaneš odvetnik, potem pa gotoviš, da v bistvu to nisi ti, še vse je pa fajn, da imaš to svobodo, da se odločaš, Ja, rekla si, da mentoriraš tudi. Kaj, s katerimi vprašanji se največkrat soočaš? Zakaj ljudje največkrat pridejo do tebe? V bistvu čisto podjetniško. Zdaj, če izhajamo iz te kolegice, kako narediti to raziskavo? Kaj v bistvu sploh ljudje želijo? Kako potegniti od njih, pa ne, mislim, tako se zdi hecan, kao izvleči iz njih, ampak prek pogovora, kako v bistvu ugotoviti, kaj oni pravzaprav potrebujejo, pa še same tega tukaj ne vejo. Da veš, kako stvari pol oblikovati za te, ker velikrat je tako v pogovorih, da ti niti ne poslušaš sogovornika, ker mu hočeš, da že v bistvu odgovor na nekaj, ampak tako, kot sem jaz začutila v teh tvojih pogovorih, ti delaš točno to, kot v bistvu se dela v tej prvi fazi, ko imaš ti neke te poglobljene pogovore, da prisluhneš, da se navežeš, da lahko se navežeš tudi, ker včasih se v teh pogovorih daj tako izve, da ti sogovornik nekaj pove, pa ti čez nekaj časa nekaj kontra pove in pa daješ, deva sam nekaj, ti si prej rekla, da pač je to, zdaj si pa rekla to, a mi lahko razložiš. In daj tudi v bistvu sogovornik zelo veliko o sebi izve v tem, ko se ti recimo o določeni tematiki pogovarjaš. Recimo smo delali tudi za WUP Trampolin Park, ki je zdaj v bistvu fun park. Bilo tako, da je samo slišal v enem podcastu Blaža, pristopil do njega, rekel, jaz nimam nobenega takšnega predznanja, jaz rabim nekoga, da mi pomaga. In v bistvu prva ideja tega projekta je bilo to pokrito igrišče za odbojko na Mivki, plus hkrati hotel. In pa smo v bistvu, Blaž je pol v bistvu mene povabil zraven, če bi bila pa še v bistvu še eno arhitektov smo imeli, pa smo v bistvu šli delati to raziskavo, analizo, ali v bistvu v Evropi oziroma na svetu, ali obstaja kaj podobnega. Pa smo tiste, ki smo najdeli nekaj primerov, pa smo šli malo gledati, če so imeli urnike, koliko so kaj zasedeni, pa sploh recimo v Nemčiji, so imeli takšne, sicer brez hotela, ampak so imeli pokrito igrišče za odbojko na Mivki. Kaj so one delali, kakšne v bistvu so zraven aktivnosti imeli, kaj vse so še v bistvu pripenjali, da smo v bistvu mi na koncu njemu dali nek v bistvu predlog, tukaj on nas v bistvu prosil, kaj v bistvu, kako naj on v bistvu naredi, hkrati pa Blaž mu dobro izpostavil, rekel,
ti imaš tlele 3 različne zadeve. Ne? Eno je, se bo šel v turizem, eno je, da ne boš imel bar, lokal, ki ga boš mogel pač skozi napolniti in v bistvu 4. Eno je pokrito igrišče za odbojko na Mivki, pa v bistvu, ker ste on želel samo še en tak del za otroke, kot neka igralnica. 4 stvari. To boš mogel imeti res tak pač zelo razpršen fokus, ne? In pač bo težko to pač vse vzdrževati. A bi mogoče vse razmislil, če bi se kaj če bi kaj ali kaj odstranil, malo zoptimizirali. In pol je on šel čez vikend, je še malo tujino, pride nazaj in reče, vem kaj bom. Jaz hočem narediti najboljše v bistvu igrišče, ne, za otroke in v bistvu s trampoline. Jaz sem videl, kako tam pač uživajo. Ok, kar je bilo super, zato je, ker pol ti, ko imaš recimo bolj fokus, si se pol tega pač tudi lotil, ne, in je pač res super, da je zaupal v proces, zato tega ne si tako, kot sem rekla, pač vse vmes je bil tako, ja, ok, sam kaj mi bojo te citati iz pogovorov, ne, s tem nič ne moram pomagati, ne. Smo ga ne počakaj, tu je pač proces in je res dober, da pač ful dober. Je zaupal temu. No in pol v bistvu, a te zanima, kaj smo delali? Valjda. Poj. Se pravi, tle v Sloveniji je bil en tak manjši, v bistvu, trampolin park Gib in jaz sem v bistvu tja pelala ene par ljudi, z njimi sem skakala, videla sem, hkrati sem delala opazovanje, hkrati sem se z njimi pogovarjala. Kaj je bilo tisto, ki so najbolj uživali, vmes sem jih vprašala, zakaj pa, tukaj spomnim na otroštvo, meni to ful fajn. A ne, da v bistvu si dobil ti neke informacije, ki si jih lahko pol to v bistvu na večjem nivoju uporabil. To pol v bistvu smo gledali tudi, kakšna je bila zasedenost, pa smo se pogovarjali s temi ekstremnimi uporabniki, ne, to so v bistvu bili bolj fantje, ki so imeli kakšen ta parkour, pa to so trenirali in so pol oni povedali, ne, kako trenirajo, pa koliko časa, pa kakšne v bistvu ne zahteve, ampak kakšne potrebe v bistvu oni imajo, ne. Se pravi, od same opreme, kako morajo pač to izgledati. To pol smo v bistvu pregledali, analizirali trg teh trampolin parkov, ko so bili v bistvu v Evropi pa v Ameriki, ker v bistvu to v Ameriki najprej so te centri postali močni, pa se je pol malo v Evropo selili. Smo gledali, kako so oni zasedeni, kakšne imajo te ponudbe, klicali smo skrito nakupovanje, ne, ok, mi bi pa radi rezervirali za tole, kaj je že, za rojstnodnevno zabavo, a ne, kaj pa vi priporočate, da si videl, kje so one atrakcije, ki so recimo zanimive, pa si šel gledati različne komentarje, kaj so ljudje pisali, si v bistvu jih dajo v različne stvari. Se zdo pravim. Obsežno, ja. Ja. A se daj veš, kaj mi je bilo všeč, kaj mi ni bilo všeč, kaj je pomembno recimo za osebje, kaj je pomembno za opremo, kaj je v bistvu na samem vhodu, ko priješ ful enih nekih detajlov, iz katerih ti v bistvu pol ti rečeš, na koncu daš, to je pomemben to. Pa smo šli v bistvu tudi v tujino gledati, pač v bistvu smo obiskali trampolin parke, ne. Smo ene 4, mislim, da obiskali, če ne celo malo več. Smo gledali v bistvu, kako otroci skačejo, kje se najbolj v bistvu zadržujejo, a ne, videli smo tudi take trampolin parke, ki si pač videl celo ogrodje. Smo rekli, ja, to glih ni pametno, ne, kaj če nekdo pride, pa pač si nekaj odšraufa, pač nekdo se lahko resno poškoduje, a ne, na trampolin parkov, a mislim, na trampolinu, tako da pač to ne, ali pa videl si one kitajske pisemke, ki se rečeš, malo mogoče podvomaš glih o sami kakovosti, a ne. Hkrati pa smo pol tudi opazovali, kakšno ponudbo imajo zraven, se pravi gostinsko, kje se starši zadržujejo, kaj otroci delajo, pa kaj starši delajo. In smo pol tudi rekli, ok, fajn je, da imaš ti v zgornji etaži, ne, zdaj če gledava, ne, ta, ki se preimenoval WUP trampolin park, ne, od zgoraj imaš ti v bistvu kafič, a ne, in smo rekli, ne, mora biti ful dolg balkon. Zakaj? Zato, ker v bistvu starši radi gledajo svoje otroke, si bojo vzeli za kakšno pijačo, bojo poklepetali, ampak še vsem bojo pa malo tako pogledali, da se otrok zabava. Vsak tok cajta, ja, kje je moj. Tako, ja, če se zabava, ne, in pa smo rekli, ok, tu je v bistvu ful pomemben. Pol tudi recimo pence, pač to pence, brez penc je bilo tako, kada pač nekaj bi bil malo skeptičen, nekaj, da ni ziha, ne, da je slišal pač tudi dosti negativnih, a ne, informacij, da pač lahko komu pač vide, a ne. Ampak te pence so bile
bolj ne z vsakmi, ko sem se pogovarjala. To je ful dober, to bi kar plavu, pa ležal, pa tako, ne, in pač te občutke, ki jih pol udeleženci dobijo tam, to je ti, ne, se pravi, ti moraš čim več takih prijetnih občutkov nekomu tam zadovoljiti, ne. Tako da pol smo v bistvu se povezali tudi še z Dunkin Devilsi, so oni v bistvu dali, ker je samo želel tudi še en tak center narediti, da bi oni lahko imeli vadbeni, ne, del, in pa zato pa imaš tak profesionalni del, in pa v bistvu pač tak, ki niso res tako hudi pač trampoline, če skočiš na unmu, tako na trampolinu, te kar ponese tja gor in pa ga greš na unga, rečemo temu navadenga, rečeš, to pa nikamor ne gre. To, veš, pa smo šli pa tudi recimo v London, kjer so prišli različni ti proizvajalci trampolinov opreme, dosti je bilo tudi Američanov in sem pač se z njimi pogovarjala, kakšni pa so trendi, ne, kaj pa v bistvu vi greste, ne. In so pol že takrat rekli, da v bistvu so ugotovili, da sami trampolin parki kot taki, da počas zgubljajo, ampak da postaje pa family fun parki, ful zanimivi, ne. Ok. Pa se daš ti še vsem lahko rešil take istočnice, a ne, v katero smer se lahko razvije, ne. In tukaj je zdaj njemu uspel z ekipo, se mi zdi super fantastično. Ful dobro. In kako veš, da je, ne, tudi ideja ful dobra? Je pa tako, da obstaja v Indiji tudi mreža teh trampolin parkov, ki so identični, kot je ta iste barve, vse so super, ja. Ja. Ja, ti pošljem stike, tako pol blaž, da je tako na kakšnem predavanju pravo, ne tako, ne, sej, a tle pa ste že bili, ne? Čiste barve ljudje, ja, smo bili, vse tako, dajte malo bolj pogledati, kdo je na sliki, ja. Sem pogledala, čak, to so pa Indici, tako, ja, zato, ker je to v Indiji, ja, ne? In tako pač, ful zanimivo, ne? Ja, dejansko skozi to slišim, da ljudem pomagate narediti ta zelo težek korak, ki je ta prvo, ne? Ja. Ker se nam mal modil sem, vi si pa dejansko vzamete ful časa, ampak res kvalitetno delate na tem, da je ta prvi korak pol jasen. Ja. Da ni uno skoko prazno, ampak je ok, tak je research, tole ti lahko povemo nazaj, se tako tudi inkubatorji pa to delajo, a ne približen, da se lotevajo tega procesa. Ja, hudo, kaj imate pa kaj cilje za prihodnost, oziroma kakšne imaš ti kaj cilje za prihodnost, čim se boš zdaj ukvarjala, kam gre tvoj fokus? Ok. Ne vidim, ker je pod mizo, veš, ampak ja, kaj, en teden pred rokom ali dva. Ja, 14 dni. Oziroma sem se zmenila z 6. tako da še zdrži, da še vse priprava doma, ker je za priprav. Tako, jaz mislim, da me malo vleče še vseeno v to, da bi napisala še kakšno pravljico, in sicer na temo spanca. Da se v bistvu a ne, zakaj? Zato, ker se mi zdi, da v bistvu otroci preko tega pravličnega sveta, ne, hkrati v bistvu zvejo, se jih proba malo navdušiti nad znanostjo, a ne, pač tukaj jaz sem naravoslovka in se mi zdi pač valjda, da bi to pač delila, a ne, zato, ker jaz sem tudi izhajala iz tega, ker je bil Val Mejhan, pa jaz nisem najdela neke take knjige, ki bi bila meni tako všeč, da bi mu jaz skozi kazala, ne, pa da bi spoznaval to pač znanost in kako v bistvu ga na nek način oborožiti, a ne. Če zdaj gledava ta prvo pravljico, ne, Misijo Štrbunk, da v bistvu je s tem, ko se pač on odloča, ne, kaj bo pač jedel, kako bo pil, kako bo gibal, da je v bistvu, da je on tist super junak, ne. Ja. Da v bistvu, ker tudi sem izhajala iz tega, da to, kar ti otroku v tej prvi fazi, ne, nekako probaš privzgojiti, pa kaj je malo najstnika, ne, lahko pač pozab, ampak še vsem pa nekje ima to globoko mogoče to zasidran, da pa še vsem kakšne nasvete pol iz otroštva upoštevane. Tako da pač in pri hrani in pri spancu je zaenkrat tako, no. Kaj pa se ti zdi, da pri spancu pomembno? Kaj boš učila skozi zgodbico? Ja, v bistvu spanec je tudi dosti povezan recimo s črevesnim mikrobiomom, ne. Pa to, da zakaj je fajn, da v bistvu spijo, ne. In imam že v mislih, da se jim bo predstavljalo, da pač takrat, ko mi spimo, se pač možgani tuširajo in pač mi moramo spati, da se možgani tuširajo, ne, ker v bistvu vse tisto, kar ne rabaš, ne, gre skozi različne procese, v bistvu gre ven iz telesa, ne, in pol tiste stvari, ki so pomembne, da se možgani zapomnejo, ne, se zapomnejo tisti, ki pa niso, pa pač grejo stran, ne. Tako, no, da se jim malo približa to naravoslovje, zato je, kak me nekdaj
mislim, tako me je groza. Pač, tako bom rekla, jaz sem preveč navezana na to znanost pa naravoslovje, pa ko slišim, da v bistvu upadajo kakšni ti interesi za to, me kar malo žalosti, in bolj hočem to navdušenje naprej dati. Super. Pa ko slišiš, da bi radi bili pač, ne vem, influencerji, pa manekenke, pa to ni nič narobe s tem, ne? Sej lasti ti v bistvu pač ne, lasti ti fizik, pa pol v bistvu te znanstvene vsebine predstavljaš drugima, ne? Da imaš neko to težo, neko vsebino, ki jo želiš drugim dati, ne da v bistvu so bedarije, da pač ljudje dajo pač možgane na ovce, to, kdaj pa še, ampak da ne poneumnaš ljudi, ampak da dobijo kvalitetne oziroma kakovostne vsebine. Zakaj imaš vpliv? A ne? Ja. Zakaj? Ne gre se za pozornost, to je treba eliminirati, da ne delajo tega samo zato, da dobijo pozornost, ki jo mogoče od staršev niso. Ne? Ja, točno to. Zelo lepo povedano. Da ta prvo ti nekaj ustvaraš in pol, zato jaz dostkrat tako rečem, da je timing vesolja, no, da moraš zaupati timingu vesolja, torej da boš dobil orodja, ko boš dovolj vreden, da ta orodja dobiš. In eni jih pač dobijo prej zato, da dobijo neko lekcijo. Jaz verjamem, da mi je ta podcast ratu, kakorkoli bo temu rekla ratu, oziroma da me nekaj drži v tem procesu tako globok, da nimam niti pač tako pomislim, ne, da bi nehal, ne? Zato, ker sem zdaj dovolj zrel, da to orodje uporabim, da ga ljudem lahko dam naprej. Da je vesolje, da bi čakal, da jaz dozorim, pa mi ta mikrofon kle postavil, pa rekel, no, zdaj pa odpri usta. Veš, ker sem tudi prej probaval, pa ful sem se trudil, pa posod sem hotel biti zraven, pa marketing tam, pa to, pa pa tret. Pa je bilo tako malo tega, ampak ni nikoli tako zagrabal, da bi rekel, ne, da bi bil res znan potem. Kle imam pa občutek, da me bo pa podpiral in vesolje in ljudje, da tako skupaj rastamo in gremo naprej in čutim tako lahkotnost, da je ta timing ta prav trenutno očitno. Super. Kaj pogrešaš marketing? Ne, ker ga na novo izumljam zase. Super. Ja. In to sem si vedno želel. Veš, tudi kako uporabiti zdaj vse to, kar sem se do zdaj naučil tukaj. In pač na začetku si tako, v glase prepališ, pa gre. Ne, zakaj? Da se drugače se da narediti. In spet lahko ljudem še vedno predavamo marketingu, sam iz čist druge perspektive. Tako, če kdo pride do mene pa reče, kako se Facebook adsi optimizirajo, pa to naredijo. Star, jaz nisem Facebook menedžerja odprl že toliko časa, da ti ne znam povedati. Medtem, ker sem včasih bil eden izmed najboljših v tem. Tako da pač sej inteligenca je, Einstein rekel, je prilagodljivost na spremembo, zmožnost prilagoditve na spremembo. Se mi zdi, da sem ful inteligenten. In mi sam daje širino. In ko bom nekaj rabo, bom lahko iz tega svojega repertoarja potegnil, še boljše pa, da se mi tako network veča, da sploh ne rabim jaz znati, ampak imam odnos z nekom, ki zna in jaz lahko s tem dam človeku malo pozornosti, da se lahko bolj predstavlja svojemu audiencu in pač neko izkušnjo, zaradi katere imam pol mogoče en esko dobrem. A veš, kaj mislim? Ja, ne, super, zelo lepo povedan. Kaj imaš pa ti v bistvu za underdoga, pač poleg tega, da delaš hudje, pa to, preveč. Kje bi začela? Oh my god. Ja, ne, gradi se, Orang se gradi, tudi vizija je čezdalje močnejša, čezdalje večja. Na veliko imam napisano, da podcast in brezplačne vsebine morajo biti vedno negovane in moramo jih vedno zalivati. Kar pomeni, da trenutno moja največja investicija se dogaja nazaj v podjetje že 2 leti. Torej, večina tega, kar je zaslužen, gre direktno nazaj v ekipo in v ta projekt. Tako da tukaj mislim, da če bomo na ta način nadaljevali, se bo veliko lepih stvari zgodil. Istočasno pa zraven še dodatne stvari delati, kot je recimo Underdog Workshop ali pa kakšni webinari tudi za ston ali pa kakšni one day eventi, kjer bomo ljudem malo več prakse lahko dali. Cowork v bližnji prihodnosti. Se zdaj že malo bolj resno pogovarjamo o tem, torej nek facility, ki bi malo več stvari zajemal. Cune, knjige za otroke, stari tudi. Tudi imam eno idejo, ki počasi prihaja do življenja. Ja, kakor vidiš, me to kar spomniš me na moje to-do listo. In sem tako, trenutno sem v šprintu, zato jo tudi dopolnjujem, ampak zdaj pa prihaja tako obdobje bolj počitka, pa sam izvajanja, zdaj se prijave na workshop zapirajo, tako da bo šel fokus bolj tja in pol ne razvijam drugih stvari in počivam, tako kot lev.
dalj časa in pokaj spet čez sprint. Puf. Fagiš. Dogodki večji. Mm. Ja, zdaj le 100. epizoda pride ven. Tale je 98. drugače. Tako da ja, bomo tudi Dobro. še en piknik organizirali, kamor boš tudi povabljena, vseh 100 gostov sem povabil. Hvala. Ja, tako da ti moram napisati, daj, Če pa Blaž prišel. ne boš našla čas, ne boš, ker je blizu roka, oziroma 2 dni, Kdaj? 7.6. Aha, ok. Če se je odločila, da bo še malo počakala. Ojoj, bomo tam opremali, sterilno okolje, bomo en kotiček naredili, če boš rabila lih roditi tam direkt na piknik, ja, sorry. Ne, ni panike, vse je v redu. Tako da ja. Super. Kako pa ti je bilo tole? Fajn. Ja. Super, v redu izkušnja, prvič na podcastu, tako da imela sem ful tremo, ker sem nekako, da ne vem, pa mislim, ja, tremo tudi zato, ker sem v eno izmed podcastov slišala v bistvu tvoj komentar, da si rekel, da dobivaš v bistvu kakšne priporočila, ampak da greš še vsem pogledat in če ti ne zavibrira, ne povabiš, tako da sem rekel, ok, povabil me je, kar je ful lepo, aha, ok, a bom zadovoljiva, a bom zadovoljiva. Sva spet pri tem vzorcu. Ja. Ampak tako, pač tako, ne, imaš to, pač tudi bila še kaj ne super. Tako da, rekel, da si kaj da si kaj malo pogledam, če so kakšne take zanimive raziskave, ne, pač na temo črevesnega mikrobioma, pa okolja pa vse, kar je tako pač moja ljuba tema, ne, pa pač gobice, pa mikroorganizmi. Mi da se sploh nismo pogovarjali še o teh stvareh, stari. Ok, dej, jaz bi še vse izkoristil, to pa te vprašal, glede gobic, ki si mi jih tudi poslala, ne. Pa ne govoriva o psilocibinskih gobicah, za vse, ki ste zastrigali z ušesi, ampak govoriva o lion's mane in podobnih gobah, ki vplivajo na funkcioniranje našega živčnega sistema in tudi črevesja in vsega povezanega s tem. Dej mi mogoče povej glede te tematike, ki se pogovarjamo o gobah. Kaj si spoznala skozi študijo, kaj si spoznala skozi stvari, ki jih delaš? Kaj sem raziskvala iz tega pol? Da je tako to, kar pa že vsi govorijo, da prehransko dopolnilo ni zdravilo, a ne? In tudi prehranska dopolnila se lahko zelo razlikujejo med sabo. Ti moraš videti, ti moraš res zaupati proizvajalcu, od koga ti kupaš stvari. Recimo, pač mi smo gojili eno gobo, mislim, glivo, ki se reče Monascus purpureus, ki pod določenimi pogoji, lahko proizvaja toksin citrinin, ki je škodljiv za jetra pa ledvica. Hkrati pa proizvaja monokolin K, ki pa v bistvu znižuje škodljiv holesterol, ampak, mogoče malo ta nosečniške možgane. Skratka, ja. Ki znižuje tam, to sem hotela povedati, da ima manj negativnih učinkov, kot recimo statini, ki so pač sintetični. Ja. In mi smo probali še vse narediti nek končni pač izdelek, ki bi ga dali na trg, in smo imeli 7 različnih sevov, smo jih uspeli dobiti, vse smo gojili pod istimi pogoji, za enega smo ugotovili, da je super, da ne dela tega toksina, ok, s tem bomo mišli naprej nadaljevati. Smo pa pol to tudi sogojili z drugimi gobami, ker nas je zanimali, ali v bistvu bo nastalo več tega dobrega, monokolina K, ali pa v bistvu pač ne, nas je zanimali, kaj bi se zgodilo. Ugotovili smo, da niti ni, ampak kaj je bilo pa zanimivo to, je pa to, da smo, seveda ti pač rabiš zmer kontrolo, s katero pol ti primerjaš. Tako smo za, mislim, sam 5% na začetku v substratu dali mečkan več vlage, se pravi, bilo mečkan res skoraj zanemarljivo. Pa je začela ista gliva pod istimi pogoji delati citrinin. In jaz sem pa tudi gledala pol ta poročila, ki so bila na voljo na internetu, in je, mislim, da EFSA je analizirala različne izdelke, mislim, da je skoraj 100 teh izdelkov iz 10 različnih držav, se pravi tudi različnih ponudnikov, in so ugotovili, da v
10% teh prehranskih dopolnil je bila količina tega toksina prevelika. A ne? Tako da pač ne jaz bi se vsekakor odsvetovala nakup te glive, ampak samo zato, svetovala bi, če bi bilo narejen kot zdravilo, oziroma pač da veš, da so to določeni pogoji, ki jim pač ti lahko zaupaš. Se pravi, da je v bistvu narejen kot zdravilo, ni pa nujno, da ima štempelj, ne, da je. Zato je, ker še vse, če se ti, ljudje ti zaupajo, ljudje pač uživajo določene zadeve, ker pač želijo najti kakšne alternative. In ti jim pa moraš zagotoviti nekaj kakovostnega. Nekaj neškodljivega. Tako, ja, tudi, ko sem zaključila s študijom, že na prvi stopnji, je rekla profesorca Branka Javornik, da naj svoje znanje uporabljam v dobrobit človeštva, in pač zato tudi to povem, ker se mi zdi pomembno, da ljudje se tega zavedajo, da so različne kakovosti na tržišču in da pač je pa res težko izvedeti, kaj je tisto, kaj je dobro. In kako bi se ti lotila tega, če bi bila tako neka oseba, ki to zdaj le posluša, pa reče, ok, v redu, sem slišala že večkrat za te glive, gobe, da to pomaga, kako bi se lotila nakupnega procesa? Jaz bi probala najti evropskega proizvajalca, nič narobe s tem, če je goba narejena pod kontroliranimi pogoji. Rekla, da je celo to še boljš, zato je, ker ti se polja, teh vplivov iz okolja se pač ognaš, činka je sprememba temperature, zdaj, če primerjava, ti imaš tam recimo skozi 27 stopinj, pač taka začetna vlaga, veš, kakšna kultura je, kakšen substrat je, veš, kaj bo na koncu, Če pa imaš ti, kjer je nekje sonce, enkrat je dež, ne veš, kaj točno je mogoče v zraku, so pa lahko druge stvari, ker predvsem glive so take, ki srkajo stvari iz okolja in ga čistijo, Zdaj, če pač ti zaupaš, da so ti, iz Kitajske poslali tudi prave analize, da ni določenih primesi, pa raznih stvari, ki niso dobre, da jih ti ješ, kakšne težke kovine, pa to pol super, ampak jaz pač tle zaupam. Jaz sem tudi delala pa eno izmed teh največjih štručkotov v Sloveniji, ki goji te gobe, in tudi vem, pač mi je tudi, da mi je zelo blizu njegova logika, ko on tudi še se reče, ne rabaš tega jesti vsak dan. Pač, če hočeš malo zboostati svoj, recimo, imunski sistem, naredi 2-krat na let kuro, 14 dni, mogoče max 3 tedne, pa je pa to, ne rabaš. Razen, če imaš ti kakšno zadevo, pa pač malo dalj časa jemlješ. Ampak še vsem, prenehi, imej pauzo, pa pol mogoče začni. Zato, ker tudi pri teh zadevah je tako, se so pa živalih recimo delali za glivo kortice, vse tiste, ki ti da kot več energije, pri konjih je bilo tako, da so jim dajali, pač eno obdobje so jim dajali v bistvu to glivo zraven, je čist ok, načeloma, da to jejo, ampak so videli, da najprej so videli, kako v bistvu je rasla energija, kako je v bistvu konj izboljšal svoje rezultate, ampak če predolg časa je jedel, se je telo preveč navadil in je šlo pač navzdolj, tako da... Ja, znanost. Ja. Znanost gobic. Ja, hudo, nič, ajde Marič, Ja. Bova počas odpeljala tole. Drugače počutiš se v redu, Ja. Nič ni, da bi kaj rodila. Brez skrbi. Ne. Super, nič, hvala ti za čas. Hvala ti za čas. Ja, hvala za povabilo. Za čestitke za svoj prvi podcast. Ja. Sigurno še kakšen, ne? Ja, z velikim veseljem, Pa upam, da bo tudi pravljica koga navdušila, kako je tebe, upam, da navdušila. Bomo dali vpis tukaj od spodi, link do pravljice, pa do tvojih kanalov, spletne strani, kar mi boš poslala. Bom, super. Hvala lepa. Lepo pozdrav, Blaža. Bom, ti pa doma. Kat.